Lepo pozdravljeni na podcastu Odmev tedna. Teden je bil pester in seveda tudi bogat, saj smo dobili novo 16. vlado in že četrtič jo vodi Janez Janša. Zato seveda posvečamo tej novi vladi in ministrom skoraj da celoten podcast. Naš gost tokrat je že uveljavljeni komentator, naš komentator dr. Andrej Perko, sicer pa psihoterapeut. Psiholog. Saj, veste, marsikaj psihološkega je bilo tudi v tem tednu, tako da bomo imeli kaj komentirati. No, lejte, zdaj 16. vlada, četrtič že Janez Janša. Kaj pričakujete? Zdaj te kritike so malce potihnile, tega velikega strahu ni več, so ga pometli pod preprogo. Kaj se je zgodilo? Je to nek oportunizem medijev? Ja, tudi v končni fazi. Tudi jaz sem pričakoval, da bo, sej je bila reakcija v začetku, zdaj se malo potišala, utihnila, tudi v časopisih ne zaslediš nekega ostrega napada, kot je bilo pričakovano. Tako da verjetno se malo potuhnilo, ampak nič hudega, veste, tako je, seveda je to šok, Šok za to levico, narekovajo, če to levico govorimo o Golobovi vladi, ker dejansko njihove reakcije kaže na to, v tem Dolančevem, mislim, znamenitem rekel, da na oblasti smo mi komunisti in bomo, in samo nam to pripada v tem kontekstu, in tako se tudi obnašajo, ko so izgubili te volitve, zdaj je to prevara, ne vem kaj vse, katastrofa ne prenesejo tega, samo oni so poklicani za to, da vladajo, da je to njihova pravzaprav pravica v nekem smislu, in težko sprejmejo to, da niso več na vrhu. In to kaže se v njihovih reakcijah, predvsem seveda bivšega premijerja, Goloba, ki se obnaša kot majhen otrok, ki mu vzameš igračo in se meče v tla. Se pravi, razvajen do konca. In tukaj je tako nezrelo, da človek res ne ve, ali bi se jokal ali smejal, ali ker to pa res kakšno sliko pravzaprav dajemo tudi drugim narodom v Evropi in v svetu s tem obnašanjem teh ljudi, ki so bili 4 leta na oblasti. Ne znajo dostojanstveno sprejeti svoj poraz, se umakniti in potem seveda nadaljujejo svojo borbo za oblast v naslednjih volitvah. Ampak mislite, da bo zdržal Golob? Jaz osebno mislim, da bo... Mislim, da ne, ker on je navajen pač biti prvi v mestu, ne na vas. In verjetno to ni vloga, ki bi on dolgo igral, po mojem mišljenju, Bog, kako se bo in kje se bo, ali on umaknil, ali bo umaknen, ne vem. Tako da dvomim, da bo on zdržal to, da bo druga ali pa šele 10. violina v orkestru v končni fazi, ker tudi ne bo več zanimiv, v nekem smislu, tudi za vso to ozadje, ki mašinerijo ozadjo, ker pač nima moči, takšne, kot je do zdaj imel, se vidite, kaj se je dogajalo. Mi smo na oblasti in gremo še vsa trupla. Zdaj pa pač ravno to, ker očitajo Janši in oziroma te novi garnituri, ki prihaja, kaj vse bo katastrofa, gremo v peku, gremo v neko črno prihodnost, so počeli sami. Se pravi, ravno to, kar govorijo in očitajo, je pravzaprav njihova agenda. Oni to počnejo. Sem pa opazila nekaj zanimivega, za mene pozitivnega v časopisu Delo. Mislim, da sem to videla prvič. Me bo kdo popravil, ampak tako ne spremljam podrobno. Zdaj pri teh hearingih, pri zaslišanjih ministrov je bilo poročilo, tako kot je prav. Kaj je rekel minister, kaj so rekli poslanci, potem je pa bil poseben odlomek, komentar Dela. Pustimo jaz se s komentarjem, lahko da sem se strinjala, se nisem, to ni pomembno, ampak vendarle so komentar iz članka izločili. To se mi zdelo pa pozitivno, ker tako tuji mediji poročajo, ne vpletajo svojega komentarja v poročilo. No, se tudi mene čudi v nekem smislu, da ni hujše reakcije. Tudi strani novinarjev, da predvsem Dela, seveda Dnevnika, Večera in tako naprej, ker vemo, kako so poročali, da so se nekako umirili. Tem, da niso tako ostri napram Janševi vladi. Morda so tudi sami malo presenečeni in čakajo malo, pa da bo še glavni val in udarc prišel. To je lahko rečeno, ampak jaz upam, da
da bo saj Janša in pa tudi ministri, ki so izvoljeni, ki izgleda, da je dobra ekipa, ne, da tudi jih niso mnogi tisti, ki jih nismo niti pričakovali, ne, glavni borci teh stranka, ne, da, glavni jastrebi v narekovaju. Ne, in to presenečenje pa, da bo Janša toliko moder, da se ne bo spuščal na njihov nivo. Se pravi, da ne bo odgovarjal na njihove provokacije. To je najboljša borba proti nekaj, ki tukaj ne more zmagati, ne rekovajo, tle ni zmagovalca. Ne. Tukaj se samo premetava očitke, zmišljotine, insinuacije z enega na drug pola. Ne. In tukaj razum ne igrajo nobene vloge, argumenti ne igrajo nobene vloge. Kaj je res, kaj ni res, to ni sploh bistveno. Ne. In če greš v borbo s takšnim, ne, si upleten, ne, si del te patologije. Igraš njihovo igro. Tako, in je treba izstopiti iz tega in potem se samo sebi izveni. Ker ni učinka, ker ni odgovora, ker potem se pravi, če en igralec izstopi, ni več igre. Upam, da bo tako moder, da ne bo na vsako to provokacijo odreagiral, ne, potem pa zopet padejo po njemu in tako naprej, ker je nesmiselno. Upajmo, ne, tako da bo v miru lahko izpeljal ta mandat, ne, zato ker misli, da mora napraviti, jaz mislim, da so pametne stvari, da gremo v pravo smer. Ne. No, pri tem glasovanju o ministrski ekipi je bilo očitno tudi nekaj. Zdaj teh 51 glasov, ki so potrdili Janeza Janšo za premierja, ni bilo več, ampak ni bilo niti 50, ne, bilo jih je 49, kajti eden od poslancev, poslanec SLS-a, ni glasoval za ministre. Zdaj seveda so bila takoj ugibanja, ker SLS nima ministra, zdaj kako vi to komentirate? Potem je Nova Slovenija rekla, da aparat ni delal. Smo imeli ta kozmični dež. Verjetno je malo zamere, ne, da se je bilo pričakovano v končni fazi, ne, da bo tudi z te strani SLS-a ministerski položaj saj Tina Reganta, ne, da dobila, ampak kje so tle v zadju, ne, jaz sem tudi pričakoval, da to in tudi moja prva pomisel, reakcija je bila, to ni dobro. Tudi moja. To ni dobro, zaradi trenj, ki lahko nastane, in se že kaže očitno na neka globoka prizadetost, ne, da in tudi zdaj lahko tudi pride do nagajanja, bog ve kaj in tako naprej. Ampak dobro, Janša verjetno ve, ne, kaj je in kako, mislim, ve, lejte. Ne poznamo zadja. Uradno je bilo rečeno, da eno poslansko mesto, kot ga ima zdaj SLS v parlamentu, še ne more prinesti ministerskega mesta. Ne gre za to, da gre za to, da se je ta blok, da je ta trojček tudi pomagal k temu, da je Janša danes na vladi. In tukaj bi... Ne, lejte, jaz nisem politik in ne morem soditi, kaj je zdaj tisto. Verjetno si pa vsak politik, tudi Janša, kot tudi Golob, vsak... se pravi, si okrog sebe zbere sebi primerno, oziroma to, kar misli ekipo, ne? Da bo najboljše lahko z njim delal. Kaj ima zdaj neke ugibanja, ne, da kako neke zamere v zadju, neke nezadovoljstvo, tudi da je bilo zaradi, ko je bila še državna sekretarka, ne, da, ampak kljub temu včasih je treba malo pogledati čez planke, ne, da, čez ograjo naprej, da koliko je, Janša je v nekem smislu strateg, ne. Upam pa, da je tudi modro se odločil, ne vem. Ne, tukaj je težko komentiram te stvari, ker je pač človek malo bolj poznati v zadju, kaj vse je. Ne, ja. Je pa res, da človeka, vi kot psiholog najbrž to bolj veste, najbolj boli nekaj, kar ni pravično, kar ni fair. Nedvomno, to človek težko prenese. Težko, seveda je prizadeta. Ne. Prva reakcija je prizadetost. Se potem s časoma izveni tudi ta prizadetost in gremo naprej, ne, ker je pač normalen proces. Temu bi lahko rekli proces žalovanja, tudi v nekem smislu. Ne, in modri ljudje, oziroma zreli ljudje potem lahko hitro predelajo takšno razočaranje in gredo naprej in se usmerjajo v jutrišnji dan, današnji jutrišnji dan in ne pogrevajo preteklosti, ker jo preprosto ne moreš spremeniti. In je izguba energije. To, kar se je zgodilo, imenujemo pravzaprav po Franklovo logoterapevtsko usoda. Na to usodo ne moremo vplivati v tem kontekstu, ker je že mimo. In ker se je zgodilo, lahko samo sprejmem. Zavzamem stališče do tega. Jutrišnji dan, današnji dan je pa tisti, ki ga jaz aktivno tudi sokreiram.
In tukaj imam moč, energijo, da nekaj napravim. In človek, ki se usmeri v jutrišnji dan, ima neko perspektivo, možnost, da kaj dobrega še napravi v življenju, drugače se pa seveda ulovi v svoji preteklosti, tudi potem pride ne samo razočaranje, tudi jeza, lahko maščevanje, ne vem kaj, in to je destruktivno. Za človeka v tem širšem pomenu, ki se zdaj pogovarjamo, pa tudi za deželo našo, ker pa ni dobro. No in poglejmo zdaj v to prihodnost, zdaj sprehodimo se od ministra do ministra, recimo tole je zdaj naša vlada, ne? Tule takoj opazimo, da je kar nekaj žensk, ne? 5 jih je, to je 1/3, a je to v redu? V redu, lejte, si pravi, da mora biti enako število, ne, zdaj v borbi feministični ali kakršni koli že, ja, nič ne rečem, samo, veste, na takšna mesta, pa sploh na vsakršna, je treba pač postaviti ljudi glede na njihove sposobnosti, ne na spol. Ne? No, sicer pa zdaj smo komko vsi enaki, da se glede po novih teorijah, žensko ali moško. Tako da jaz teh pravzaprav ne poznam, ne, da bi rekel, da bi sodil, ampak so pa, se pravi, mladi ljudje v nekem smislu, da niso neke, ne, ker daje tudi neko nov pogled, novo možnost pravzaprav tudi tej vladi, da nekaj napravi. In izkušenj. In izkušenj, seveda tudi, ne, tudi in strokovnjaki v nekem smislu, tudi in politiki in strokovnjaki. In zdaj upam, da bo Janša in pa tudi vlada, oni so upoštevali stroko. Tam, kjer pač nekateri so strokovnjaki, kot vidimo, na tega področja. Dobro, ampak ministrstva so politična funkcija v nekem smislu, da se bodo opremili, da bodo okrog sebe izbrali res strokovnjake in jih tudi poslušali. Kdo ne ima, bo samo politika tista, ki je. Kdo ima najtežjo vlogo v tej ekipi? Ja, glejte, nedvomno, jaz mislim, da vsi imajo težko. V nekem smislu vsi, zaradi stanja, v katerem smo. Ampak tukaj kljub temu je zdravstvo tisto, po mojem, zdravstvo, ki ga bo treba neko normalno, saj takšno stanje spraviti kot pred golobom. Rekovajo, ali pa seveda se boljše, da ne te katastrofa. Človek zdaj, če nima denarja, v nekem smislu je odpisan. Ne? To je res, ja. To besedno, imaš imeti denar, da si plačaš privatno, da lahko potem imaš saj diagnozo, da saj vidiš, kje si. Umreš, ne, če imaš kaj resnega. Dejansko, če čakaš leto, 2, 3, to je katastrofa. In seveda je tukaj, kako res zdaj ta borba proti privatnikom je nesmiselna, treba se skupaj združiti, ampak okej. Nedvomno je zdravstvo tisto, da ne govorimo o Matozu, ne. Tukaj pa gre za minister za notranje zadeve in javno upravo, tukaj imamo pa seveda tudi, kdo pa je minister za pravosodje, ne? Zupančič. Ja, razmeroma ne znam, ne? Ne, tudi ne prvi slišim, ampak menda je strokovnjak na tem področju. Tako da upajmo, da bo, ne? Ampak seveda pravosodja ne bo mogel z macolo rešiti, tukaj bo treba potrpežljivost počasi. To seveda zdaj, naša pričakovanja, oziroma pričakovanja saj polovice Slovencev je takšno, zdaj se bo pa naredilo ne vem kaj, nek velik preobrat. In se spomnim, a ni Janša rekel, se mi zdi, ali če nekaj prebral, da ne bo šel z istimi vatli, kot je šel Golob, ko je čisto Janšisto, da ne bo golobistov čistil tako kot on. Upam, da ne. No, seveda mora nekaj na mesto nekaj postaviti. zamenjav je bilo že narejenih. Tudi mora nekaj, da lahko to sploh gre. Da ne bo preveč seveda podtikanja polen in metanja polen pod noge. To seveda lahko pričakuje, ampak da ima tako močno ekipo okrog sebe in tudi te ministri, da bodo lahko delali, da speljali tisto, kar pač mislijo. No, zdaj pa gremo kar po vrsti. Recimo Jernej Vrtovec, ne? To je zdaj minister za infrastrukturo in on je napovedal delo po noči na avtocesti. Ja, upam. Upam. No, pa zdaj sem nek članek zasledil, se mi zdi, kot da že zdaj veliko več se delali po noči.
Dobro, no, naj še po dnevu začnejo, spravijo, tako se spodobijo. Ne, to je res katastrofa, ne, da res imamo takšne zastoje na tolikih mestih in ko se res voziš mi ali po Primorki ali resnično 2-3 delavci na odseku, ki je kilometer in več in debelo gledaš, seveda se nikamor ne more premakniti. Ampak zakaj sploh odpirajo gradbišča? Če nimajo delavcev, ne moreš odpreti gradbišča. Zanimivo, ne, gledajte, pa da se dosti hodim, ker sin živi v Salzburgu, sem mlajši in se dosti vozim, tudi še več gradbišč imajo zdaj v tem, vendar promet teče. Je pa tudi res, da Avstrijci nimajo kamionov toliko kot mi na cestah, ker je usmerjena na železnicah. In se voziti po Avstriji, kljub temu, da so za daljši odseki, kjer delajo in tudi samo 1 ali 2 pasova, vendar tekoče teče promet. No, on je seveda obljubil 80 km prog na leto železniških. Je to realno? Ne vem. Mislim, da ne. Da so neke obljube, dobro, lepo se sliši, ne? Koliko je to realno, ima druga pesem. Ja, je realno, če je resnost ekipe, denar in tako naprej. Seveda je realno, ali je izvedljivo, ne, v tem kontekstu. Ne? Če ni delavcev, ne? Ja, če ni delavcev, če nimamo neke, potem pa vprašanje. No, seveda je govoril tudi proti kvazi zelenemu dogovoru. Kako je s tem zelenim? Je to res neki kvazi... Ja, lejte, ta zelen dogovor, veste, če je v škodo pravzaprav gospodarstvo, da pravzaprav blokira in zavira nek razvoj, potem je treba neko pametno, seveda je potrebno tudi na to gledati, vendar pa da je samo zdaj to, in da pozabimo pravzaprav na dobrobit vsega tega, kar je že bilo in je smiselno nekako skupaj to spraviti. In zeleni, zelena agenda in tudi seveda to, kar je smiselno, ne moreš podirati nečesa, ker funkcionira. Ne? In seveda, koliko je teh, imamo zdaj te različne, ne, ta green, ki se borijo za okolje in tako naprej. Poglejte pa vse te spremembe, ampak je tudi res. Eni strokovnjaki govorijo o katastrofi, ki prihaja in je 5 minut do 12, če ni že 5 minut čez 12, drugi govorijo, da je to pravzaprav natek, da je to zmišljeno in tako naprej. Kaj je zdaj res, kaj ni? Nekaj v sredi, verjetno je prava zadeva. Ampak gledajte, malo pozabljamo, ne? Vi imate že svoje leta, tudi jaz, da se spomnim, da takšne stvari so bile včasih. In neurja, in suše, in tega, ko smo bili otroci, se pravi, 50-60 leti. Pa noben je od kot tragedijo. Poglejte, čas, pravzaprav, mi živimo ta krafek sapco, ko živimo 100, 200, 300 let ali pa 1000 let, pravzaprav, kaj pomeni to v življenju zemlje in sveta, v katerem živimo? Nič, ne. In so bile ledene dobe, takšne dobe in tako naprej. In zdaj seveda je katastrofa, uničujemo svet, vse morda res vplivamo, ampak ne. Da je pa to tako katastrofalno in tako naprej, lejte, malo pozabljamo, ne. Vse te stvari smo že doživljali, že pred 100, 50, 30 leti in takrat seveda ni bilo te narejene panike, se pravi forsirane panike in v časopisu in v družbi in tako naprej. Ker to je zanimivo. Zdaj, že vsaka nevihta, ki prihaja, že ne vem, kakšen alarm, opozorila in tako naprej. In ljudje, dejansko postanemo ljudje pravzaprav panični tudi v nekem smislu, da samo še o tem se pogovarjamo in zgubljamo stik z nekim realnim in pa bistvenim svetom, ki je bistveno za nas. Kaj je tisto, kar je pa res pomembno? Seveda je podnebje pomembno, vse to je pomembno, ampak ali je res tako katastrofalno, pa jaz malo dvomim. Koliko je to pač urinjeno, da ljudje pač so pozorni na nekaj, oziroma niso pozorni na tisto, kar bi morali biti. No, se je napovedal tudi analizo porabe sredstev podnebnega sklada, kdo je vse črpal ta denar. Napovedal je pa tudi gradnjo JEK2, druge nuklearke. Ja, se je rabimo v nekem smislu. Če bo to šlo, to je pa kar velik domet. Tu se pa vse stranke strinjajo, se mi zdi. Tudi Golob je bil, v prejšnjem mandatu je bil praktično projekt že skoraj tukaj, sam je bil predrag. Ja, lejte, ker bo treba ugrizniti to, da smo elektrika, da smo tudi samooskrbni v nekem smislu, da
Tukaj pa je težavno, se vidite, kaj se dogaja z elektriko. Se račun plačate vsak mesec, ne? Vidite, kako to raste, koliko je cena energije zrasla in to je težava. Ne? No, zdaj prvi ukrep. Nismo sicer pričakovali, ne, na začetku tedna, ko je bil na hearingu, je bil pa tale, ne, napovedal ga je, da ga bo izpeljal danes, ko to snemava. Namreč v tem tednu izraelsko letalo ni smelo pristati na Brniku. Ne, oziroma Jožetu Pučniku letališču. Ne. To smo izvedeli iz izraelskega medija, letalo je bilo usmerjeno v Zagreb in seveda to je bila odločitev naše prejšnje vlade, Golobove, ki pač ni dovolila oziroma niso še odobrili dovoljenja, da bi Izraelci pristajali. Ne vedo, ali je to v skladu ali ne, pa ampak s tem Izraelom so šli malce predaleč. Ja, mislim, da. Pretiravanje. Ja, glede, tukaj človek se res ne ve, kaj bi si mislil o teh stvarih. Ne? Kaj pravzaprav počenjamo zaradi neke... Ne vem, no, te usmerjenosti, škodo delamo se v mednarodnem okolju. Ja, seveda. Lete, nobena, ali še kakšna razen Španije, ki je izrazito socialistično in usmerjena, tako kot približno mi, pa Irske, ali kaj naprej, cela Evropa pravzaprav ne nori zaradi tega in ne sprejema takšnih ukrepov, ki jim pravzaprav škodijo, v nekem smislu. Ja. Kakorkoli gre v Izraelu, za to, kar se počenja, človek ne more tega odobravati, daleč od tega. Jaz tudi mislim, da noben tega v Sloveniji ne more odobravati, kar se dogaja s Palestinci in tako naprej, vendar ta plat ima vedno, mislim, ta kovanc ima vedno dve plati, že pozabljamo na vse to, da pravzaprav, kaj je namen ne sam Hamasa in pa Hezbolaha in tako naprej, pa Irana. Ne. Dejansko Iran podpira terorizem in se vidite tudi v teh pogajanjih, ki se zdaj dogajajo, da Libanon je tisti, ki ni govora, da je treba prenehati, ker tukaj je leglo potem in terorističnih akcij, ki se po svetu dogajajo in tako naprej, tukaj v zadnjo je Iran. In tudi seveda grožnja, še vedno, fatva na Izrael kot takšen, da ga je treba uničiti. Ja. Zamislite si, da smo mi v takšni poziciji, da naprimer neka Hrvaška se odloči, da Slovenijo je treba uničiti. Ja, verjetno bi se odreagirali na en način, se branimo. Seveda to, kar se dogaja, ni sprejemljivo, na nek drug način, ampak gre za refleks samo preživetja v nekem smislu, ki potem seveda gre v drugo skrajnost, tudi na izraelski strani. Nobene zagovarja Izraela daleč od tega, ampak na eni strani smo samo enosmeren pogled in pozabljamo na to drugo plat. No, ti teroristični somišljeniki v Sloveniji so bili do zdaj kar močni, se so nazadnje oprali tudi veliko iranskega denarja, prek računov neke Miki Miške, pa Racmana Jake, pa ne vem koga še vse. No, ampak včeraj se je pa takoj, ko je prisegla vlada, že umaknila palestinska zastava z vladnega poslopja in Izrael je napovedal, da bo odprl veleposlaništvo. To se pravi, tudi Izrael je ugotovil, da čeprav je majhna Slovenija, da je treba malce še ima svoje interese. delati na tem. Se niso neumni, tudi Izrael ima svoje interese tukaj v Sloveniji. Bomo videli zdaj novinarje, ki bodo hodili na sprejeme. Ja, me zanima, kakšna bo reakcija. Kaj bo zdaj, kakšna bo reakcija. No, sicer pa se vse to pove, se ta afera v narekovaju, da pravzaprav se nismo pridružili tožbi za sodbo genocida. Čeprav so in Fajonova zunanje ministrstvo in se je umaknila Levica, ko smo zvedeli zadnjič. In nekega klobasarja. In Golob. In tudi Levica, ki je bila najbolj in vedno je najbolj glasna pri tem. In še vedno snima Asta Vrečko te podcaste. In se je umaknila z tega. Boh je kaj v zadju, govorimo o tem, vse to se ve verjetno. Da boh je kaj, če boste to naredili, bo boh je kaj še prišlo ven. Tako. Verjetno. Bo še zanimivo, še posebej s tem veleposlaništvom. No, zdaj gremo na naslednjega ministra, ki ima po moje tudi zelo težko delo, to je pa magister Andrej Šircelj. Namreč ta leva kamarilja je ustvarila letos v prvih 5 mesecih skoraj za milijardo minusa. Predstavljate. Ja. In vse to so sprejemali, niso znali računati, ali so pa namenoma dali ta pesek v kolesje nove vlade, da nova vlada ne bo mogla nič storiti. To se pravi, on je nekaj zanimivih stvari povedal. Seveda bo delal na tem javnofinančnem primanjkljaju,
in bo spremljal tudi učinke intervencijskega zakona, ki je predlagan bil mimo vlade. Zdaj to je zanimiv moment, ne? Sindikati, ki želijo imeti referendum o tem intervencijskem zakonu, so pravzaprav delali v prid Janezu Janši, ne? Ker intervencijski zakon bi prinesel še povečanje primanjkljaja. Zdaj, če ga ne bo, ker je to dobro, sindikati delajo skupaj z Janšo. Ja, gledajte, kaj pa vemo, kaj je zdaj na dolgi rok pametno. Tako. Nekaj stvari bo potrebno, seveda bo treba tudi malo pas zategniti. In zdaj, kako bodo sindikati to izkoristili, ne? Še prej sploh bila vlada, so bili že na okopih, ne? Oziroma se pripravljajo. Ne? Takrat se zbudijo, sindikati se zbudijo, ko je Janša na oblasti. Da so pa umirni in tako naprej. Kje še na svetu je možno, da nekdo premijer napove više davke in da je izvoljen takšni večini? Više plače in sindikati proti. Ja, proti, sindikati pa proti. Ja. Tega to ne pije vode, nobene logike ni tukaj, ampak tako funkcioniramo. V zaslepljenosti ideologije. Ne? Tukaj ne gre, se pravi, ko sem že prej omenil, tukaj ne gre za razumno odločanje, ampak za ideologijo. Osnova ideologije je pa pravzaprav nevedenje, neznanje. Ja. V nekem smislu primitivizem. Ne? In tukaj seveda razum ne gre, tukaj gre po drugih kanalih, da se te sentimenti izražajo. In zato tako je. Tako je in Bog pomaga. In tukaj seveda tudi vsaka vlada, ki je seveda igra na noto ideologije. In tukaj lahko angažiraš množice, da tudi spremijo in tudi podpirajo to, da manj zaslužijo, da več davkov plačujo in tako naprej. Razum tukaj ne igra nobene vloge. No, Evropska komisija je zdaj že rekla, da za zdaj ne bo sprožila postopka zaradi presežnega primanjkljaja proti Sloveniji. Ne? Kakšna bo zdaj vloga Evropske komisije? Bo podpirala Janševo vlado pa Širclja? Kako bo s tem, kajti v preteklosti se ni izkazala za najbolj prijazno do Slovenije? Ne? Se je Vera Jourova delala državni udar na ustavnem sodišču. Ne? No, pa tudi se vidite, kako je za našo evropsko komisarko. Marto Kos? Nič od tega, čeprav je argumentirano vse skupaj, kaj se je dogajalo. In to ne bo nobenega postopka in je pravzaprav, boh je kako to, grejo z roko v roki. Pa se tudi Evropa, gledajte, ne. Vprašanje, kam gremo. V Evropi, kam gre Evropa, sem to birokracijo, vsem tem aparatom, ki je tudi v nekem smislu sam sebi namen dostikrat in tukaj je vprašljivo, ja. Bo treba res malo več samostojnosti, malo več tega zaupanja samega vase, malo več ponosa narodnega. In tudi to je problem Slovencev, pravzaprav, da ni domovinske vzgoje, kot temu rečemo, ker je pač značilno za komunistični in pa socialistični sistem, ker se narodi stapljajo v internacionalo. In narod pravzaprav, niti če nimaš svojih lastnih korenin, kako boš pravzaprav prosperiral v svetu, in dejansko zginevaš. Pustimo zdaj sam demografijo, ampak tudi naš odnos do naše kulture, našega jezika, naroda kot takšnega, tega ni. In dokaj je večina na oblasti pač ta leva, v narekovaju, ker to niso levičari, pravi, ta oblast potem seveda se kot narod pravzaprav ne režemo lastne korenine si. In to je tragika. Ampak tudi Evropa pravzaprav ne ve, kaj bi, Se vidite, popolnoma zgublja moč. Nismo več igralci, oziroma Evropa ni več igralc na svetovnem prizorišču. Ja. Vidite, in Rusija, in Kitajska, in Amerika zdaj. Tako gospodarsko kot politično, geopolitično in tako naprej. Evropa nobene. Pa gledajte, se spomnite v naši, ki so je juga razpadala, ki je bila ta jugovojska, Hrvaška, pa ne govorimo Kosovo, tudi Slovenija, pač smo imeli samo 10-dnevno vojno. Evropa je bila pravzaprav popolnoma nesposobna rešiti ta problem. Amerika je bila celo kriva za Srebrenico. Tako. In je Amerika pač morala posredovati, da se je čez noč uredilo. No, magister Šircelj je napovedal tudi nekaj, kar je razveselilo marsikoga, ki ima nepremičnino, in to je, da nepremičninskega davka ne bo. Hvala Bogu, gledajte, v nekem smislu, pustimo zdaj, bogati, ne bogati, ampak večina Slovencev, pustimo zdaj ta
ozek krog najbogatejših. Ne? To je, ampak večina Slovencev je bilo in je delalo in je pridno in je z lastnimi rokami odtrgovalo od ust in trgalo od ust in si zgradilo in hiše in morda še en vikend potem. In zidanico obnovilo. Ampak s svojimi lastnimi rokami in odpovedovanjem. Ne? In zdaj seveda na to se bomo usedli, z velikim davki. Dobro, ok, ne, v nekem smislu je treba nekaj stvari obdavčiti, vendar je smiselno in tako da ni tako boleče za te ljudi, ki dejansko nimajo toliko denarja, da bi lahko to še to zmogli potem, ker so se odpovedovali za to, da so zdaj pa še davek plačevati. Ja. Še davek na to plačevati. Tukaj je treba pa malo previdno. Kako to, če že obdavčiti, kako na kakšen način, da ni tako boleče. Zdaj recimo odhajajoča vlada, še posebej Asta Vrečko, pa tudi vlada kot taka, je najbrž še zadnjič namenila 7,5 milijonov evrov za te svoje leve medije, Asta Vrečko 1,3 milijona zimskega regresa za RTV. Kaj se obeta medijem? Zdaj bodo pipice zaprte ali kako? Ja, upam, da jim bojo malo zaprli, da ne preživijo. Ja, denarja ne bo, no. Ja, hočeš, nočeš, ne. Upajmo, da res ne bo tako, da se bodo skakali v luft, da to bo upor, to bo, kako je že rekel Štefančič Marcel, jebeno več nas je, kot vas, da vas že bomo. In točno vemo, kateri so. Da, in točno vemo, kateri so tukaj. Upam, da bo zdržala ta vlada, da res ne bo financirala. Ne grejo na trg, tam preživijo tako, kot se spodobi. In tudi, tako že o Asti Vrečki govorite, kot ministrici, tukaj pravzaprav je to podpiranje umetnikov, da te scene, da kvazi umetnikov v nekem smislu dobro. Pustimo zdaj to ne moderno, ampak sodobno umetnost, ki jo pač normalen človek, jaz verjamem, da ne razumi najboljša. Dokler najprestižno nagrado, naprimer, dobi nekdo, ki se v škatlo vleže in je to nagrajeno, druge stvari pa, te performance in tako naprej. In to ogromne milijoni grejo za to, in te ljudje pač, da se tudi umetniki pač preizkusijo na trgu. Ja. Če so toliko vredni, bojo že preživeli, če so tako krasni. Ne pa, da jih država financira za neke njihove eksperimente, umetniške v narekovaju, in so zaliti z denarjem. Samo, da so proti Janši v nekem smislu. Tukaj gre za to, to prepletenost politike in pa se jih ne financira zaradi tega, ker jim je tako zelo všeč in je to takšna visoka umetnost. Ampak v zadju je nekaj drugega igra, politika in da so prvi borci potem, da se to ruši. In to se je že izkazalo pri kolesarjenju in še kaj drugega. Ja. No, naslednji minister, ki je tudi požel veliko, tudi recimo zgražanja pri opoziciji, je Franci Matos, neupravičenega zgražanja. On je seveda odvetnik. Ja, seveda. Dobro, in kaj potem? Se je bil tudi Bandelj, pa Kozinc, pa Kresalova, pa Pirc Musar. Se imamo same odvetnike. Da govorimo o Čeferinu, ki je predsednik ustavnega sodišča, ki je zadnji branik. In kaj zdaj? Dobro, kaj je zdaj narobe z Matosom? Ja, pa jaz sem mislil, da bo hujša reakcija. Ja, veste, ne vemo, mogoče pa res kaj ve Matos, ne? Ja, glejte, verjetno vedno vejo. Takšni ljudje, ki imajo opravka s to politiko, veste, s pravosodjem. Bog ve, kaj ve. In tudi, naprimer, zdravniki, zlasti psihiatri, veste. To imajo lahko, jaz se spomnim doktor Rugla, jaz verjamem, da bi marsikaj vedel, zato je tudi ne zato, ker v tem njegovih borbah za psihiatrijo. Bog ve, kaj je tudi vedel o mnogih ljudeh, ker psihiatrom prihajajo tudi politiki in tako naprej, v stiskah drugačnih ali pa v kakšnih drugih nameni. In to je spravljeno. Ja. In lahko v določenem momentu pride na dan. In tudi takšni ljudje imajo nek pogled v te zakulisje, ki je mi nimamo. In dejansko imajo neke argumente, ki jih lahko izkoriščajo. Torej, Matos za se bojijo. Ja, tudi mi lahko ugibamo, kaj vedo, ne? Se pravi, zdaj tukaj špekuliram, ne poznam teh stvari, ampak predvidevam pa, da je tako, ker to je že bilo skozi zgodovino, da poznamo te stvari, tako da ne bi o tem, kako se izrablja in pravo in psihiatrija v politične namene. No, on bo minister za notranje zadeve in javno upravo. Zdaj, kje ima on več dela ta hip? Ja, na obeh straneh imam občutek, da bo moral ugrizniti kar hud problem, ampak upam, da ima toliko, dejansko kot advokat je bil zelo uspešen, v končni fazi. Ne samo pri Janšu, branjenju Janše, tako naprej v teh aferah Trente in Zdele, in pa
še prejšnja, no, ki je bila, ki je bil zaprt. Patria, Ja. Ampak tudi na drugih ljudi je dobro brano, se pravi, da pozna, ne, te mehanizme. In bil je policist. In policist je bil tudi, ja. Pa tudi kakšne povezave, ne? To pa ne vem, verjetno Ja. doma, ne, da verjetno, da niso glih, to je pač ceh tudi, ne, so med sabo povezani, logično. Ne. No, on se je zavzel za hitrejše vračanje migrantov, to je zdaj tudi evropska zgodba, in o romski problematiki pa je rekel, zakon je enak za vse. Ali mu bo Zadnji to čas. uspelo Težko. pri Romih? Težko, ker bo tukaj civilna iniciativa, v narekovaju spet, ki vemo, kam spada, ne, da je skočila v luft. In tukaj bo treba zelo previdno, kako počasi ne z hudimi in ne vem, kakšnimi rezi, ne, da, ki so zelo boleči in pa počasi, ne, in modro se mora tukaj odločiti, da počasi se žabo kuha, ne, da pravijo. Ne, da tudi on bo moral tukaj modr biti, da ne bo reakcija, ker tako in tako bo, ampak da ne bo prehuda. Ker drugače se ravno ulica potem onemogoči neke smiselne reforme. In seveda pa logično je, da bi tudi za Rome morali veljati enaki zakoni kot za nas. Ja, pa za vso balkansko mafijo. Pa tako, v končni fazi. Ne. Ja. In tukaj pa seveda je malo strahu, malo je politično, tudi v nekem smislu zopet, ne, da to so volivci, ne, da ve se, kaj in koga bodo volili. Ne. In pa je seveda, pomislite na vse te ljudi, ki živijo zraven teh naselij, te kmete in tako naprej, kar se je dogajalo. Da je malo potišalo se vse. Ne, in so prebili še neko normalno, nek normalen način funkcioniranja v naši družbi, ne, da in si v nekem smislu dovoljuje. Ne, da. Tudi zdaj ta kazen 6 let zapora, ne, za človeka, ki je bil, ki je umoril v nekem smislu, ne, da, v Novem mestu, tega šutarja. Na drugi strani pa enormne kazni za seveda tudi stvari, ki so kaznive, ampak niso niti primerljive s tem. Ne, da. Ja. Tukaj pa še treba. Ne. No, seveda je napovedal tudi nič več 6 let za izdajo gradbenega dovoljenja. Upam, da bo uspel. Dobro, za vse tiste mlade, ki še imajo, pravzaprav sploh imajo možnost zgraditi. Motivacijo že imajo, samo denarja nimajo. Ne. In se morajo zapufati mladi bogi mladi ljudje. Veste. Naše generacije še nekako smo speljali. Naši starši še laže, ne, v bivši jugi. Ne. Ko so na koncu samo še za škatlo cigaret poplačali ne vem koliko let pufa. Ne, in zdaj pa mladi dejansko v teh cenah, kar se dogaja, kako, če nimajo bogatih staršev v zadju. Ja. Kako pride? Tako, da se zapufajo za celo življenje. In kaj lahko vse pride? Kaj je njihova perspektiva? V nekem smislu, ne, da? Je to pravzaprav ta, kad Galimberti tudi opisuje nihilizem in mladi, kaj je njihova prihodnost? Ali njihova prihodnost jih navdaja z upanjem ali z grozo? Ne, tukaj imamo ta problema, ne, da tudi ne sam, predvsem slovenstvo, ne, ker pa nas smo pa res enormno dragi. In jaz se spomnim v moji terapevtski skupnosti, nekateri mladi pari ali pa tudi posamezniki si kupujejo stanovanje v Gorici, Trstu in v okolici. In odhajajo tja. Zlasti, če imajo možnost, ki so izobraženi, možnost dela od doma. Ne, ali pa se vozijo na to stran. Tako da tam je veliko cenejše. Potem je nov minister je Anže Logar, minister za gospodarstvo in delo. Ne. To je tudi zanimivo. Ali bo on, zdaj o delu so rekli pač opozicijski poslanci, da o delu ni govoril nič na tej predstavitvi. O gospodarstvu je pa povedal to, kar seveda vemo, da imamo nizko dodano vrednost, da imamo seveda nestimulativno davčno okolje in davčni sistem in da je premajhen delež tujih naložb. No, on je pač izkušen. Ne? Vseh teh let v politiki je izkušen. Jaz verjamem, da ve, kaj počenja, kaj obljublja, ne, in da bo to tudi sposoben speljati. Kot minister zunanje zadeve, kot je bil v prejšnji naši vladi, je bil dober minister. Tako da verjamem, da bo šlo na boljše, da bomo pa seveda tudi on težko delal, nedvomno. Še posebej zaradi tega dela Ministrstvo za delo, ki se praktično zdaj seli iz posebnega ministrstva skupaj z gospodarstvom. Skupaj. No, lejte, tukaj je seveda mora strokovnjaki okrog sebe dobiti, da je verjamem, da jih bo. Je pa res, da samo gospodarstvo omogoča delovno mesto. Ja, točno to. Če na gospodarstvo tudi nimamo kaj
crkva, vse ostalo. To pa še skupaj, ne? Ja, logično, ne, da je nekaj, vse smo v bivši Jugi tudi živeli na toj račun, ne, dokler je šlo. In je propadlo. In je propadlo, ne. Tako nas čaka tudi zdaj, če se ne bo tukaj napravil nek smiseln red in drugače pa to nas čakajo težki časi, ja. Nedvomno. Tako kot Grčija, naprimer, ne, se spomnite, kaj se je zgodilo. Ne. Dobro, mi nismo zaenkrat še ne, in glede na odhajajočo vlado smo zdaj, nam vsi zavidajo, še kljub tomu smo. Ja. Realno. Realno pa se kaj drugega. Ja. Valentin Hajdinjak je postal minister za obrambo. In v tem obdobju je postalo jasno, da je Golob še z eno lažjo pretental Evropsko unijo, to se pravi teh sredstvih, ki naj bi jih namenjali za NATO, pa v bistvu jih nismo. Ne, to je to laganje vse vprek in zavajanje. Tukaj se pere denar, ne? Na vseh teh terih, na vseh teh, kar se dogaja. Ne, seveda je ta infrastruktura tudi pomembna v času vojne, ampak tukaj so drugi interesi, tukaj se ogromno denarja opere. In zdaj, da bi pa vlagali samo v orožje, da je to naprej, koliko interesov je v zadju, nedvomno. Evropa pa niso tako naivni v končni fazi, saj NATO, da ni tako naiven, da ne ve, koliko kam pa staco molija. In hvala Bogu, da je ta Rute prvič tako jasno pokazal pravzaprav na blef te vlade, da se pravzaprav norca dela z vseh. Škoda, da ni prej pokazal pred volitvami, ne? Ja, lejte. No, se malce so govorili, ampak vendarle ne tako, ne? Ja, tako seveda. In smo, se pravi, nekredibilni, v Evropski uniji. Kaj sporočamo mi našim sosedom okrog sebe in ljudem, ker bi, se pravi, državam, deželam Evropske unije, ker bi pač morali res biti en takšen njihov kompetenten, res del zraven, mislim, ne, da nam, že tako smo mehni, že tako nimamo moči, takšne kot naprimer Francozi in drugi in tako naprej, ki so velike nacije, Italijani, naprimer, ki tako malo zviška gledamo na lahe in tako naprej, ne. Ja. Pa to so močni narodi. Za nekam, seveda z mnogo svojimi hec in tako naprej, vendar pa kljub temu govorimo tukaj o tej kritični masi, ki smo že večkrat govorili, da mi kritične mase v 2 milijonskem narodu, pa še ni nas 2 milijona Slovencev kot takšnih, dobro, pa ne bomo tle, da smo neke fobije, da imamo proti tujcem in tako naprej, ampak dejansko nas je 1,8 milijon, ne, ostali so tujci, ne. In zakaj pravzaprav je več se priseljuje v Slovenijo, mislim, je več Slovencev, narekovajo, če je demografska slika takšna, da pravzaprav izumiramo, ker prihajajo, več jih pride, ne, kot pa umrejo ljudi, ampak to so tujci, ne naši, da se pravi, ne Slovenci kot takšni. In oni prihajajo v našo deželo in tukaj kritične mase pravzaprav tega slovenstva ni in se zgublja. Pri velikih narodih je to druga pesem, veste. In tam se lahko oblasti menjajo brez takšnih neumnosti, ki se pri nas dogajajo, da je konc sveta. Mislim, tukaj govorimo, lahko v naši državi res lahko že govorimo, ali demokracija sploh še obstaja. V Sloveniji. V nekem smislu ampak zelo, zelo se spotika. Ja, nek ameriški teoretik je dejansko rekel že pred 40 leti, da je demokracija možna v narodu, ki ima vsaj 20 milijonov ljudi. Tako, da vsak vsakega pozna, ima vse v telefonu, pokliče, so vsi v sorodu, je korupcija, zaradi tega je tudi cvetine. toliko govora in tudi korupcija. Seveda. Sem govoril o tem pranju denarja in tako naprej. Toliko interesov, med sabo poznajo. Tudi vprašanje, koliko je tle nekega blefa, med levimi in desnimi, narekovajo, da tukaj je denar tisti, ki vlada temu ljubemu svetu. No, zdaj seveda Valentin Hajdinjak je napovedal ukinitev Dovosa, to se pravi te državne družbe za investicije v te vojaško opremo in vse. Ona je napovedal veliko investicij, izpostavil je pomanjkanje kadrov. Zdaj seveda ljudje govorijo, tu bo spet neko polje, neke možne korupcije. Možno. Tudi desna vlada ne bo imuna proti temu. Se ne slepita, zdaj bo pa vse drugače, zdaj bo pa pravni red in vse bo na novo in drugače. To bo hude, veste, tukaj, kjer je denar, kjer je moč in oblast, veste, se ljudje tudi
radikalno lahko spremenijo in drugače vidijo in jih zapeljejo vse te stvari. Veste, ne? Ja. In tukaj lahko dobri nameni dosti krat padejo v vodo oziroma se izkaže tisto res bistvo človeka. Zdaj res, ali so res te ljudje, ne? Niti vi, niti jaz jih verjetno ne poznamo, kakšne so kot osebnosti. Pa kdo vse je zadaj? Ja, dobro, kdo bodo zdaj svetovalci? Veste, tudi če so v zadnjem, ampak če je človek tako, kot se spodaj kompetenten, da je pošten in tako naprej, pač si ne dovoli, da bi vstopil v takšne igre. Seveda je potem verjetno, če tukaj zadnji v drugi interesi, je odstranjen v nekem smislu, ali sam, ali ga pa odstranijo. Da koliko je to možno, v tem je pa res veliko vprašanje. Jaz ne rečem, da bo ravno tako, kot je bilo vsem nam na očeh, se kaj nam pa morete v nekem smislu, da če že delajo, ne delajo potihem. Za zavesami. No, doktor Tadej Ostrc, to je zdaj naš minister za zdravje, novi minister. On prihaja zanimivo je bil tudi v prejšnji vladi, Golobovi je bil državni sekretar. Zdaj, kaj naj bi on najprej naredil, oziroma v čigavem interesu bo vse to počel? Ja pa vem, jaz ne poznam teh zdravniškem, on je zdravnik. Zdravnik je, upam, da bo slišal zdravnike, to je prva stvar, da zdravnike zopet povabi v reševanje tega težav, ki jih imamo v zdravstvu, in da jih povabi, da so aktiven reševalec vsega tega. Ja, kdo pa drug, če ne zdravništvo? Da niso zdravniki zdaj sovražnik ljudstva, kot so zdaj, označeni in se bo, mislim, katastrofa, da bodo prišli do besede in do izraza in da se res najde potem neko rešitev. Veste, ta umetna delitev mislim, ta politična, privatna in državno, državno, ja. Ne rečejo lih državno, ja, ampak javno, ja. Lejte, kakšno vezo ima to z bolniki, pa ne bo to z roko v roki. Samo tukaj je pa značilna slovenskost. Ne privoščijo nekomu, da bi kaj zaslužil. Lejte, človek, ki dela, ne zasluži, hvala Bogu. Dobro, je treba onemogočiti zlorabe, toliko kot se da to onemogočiti, da ne prihaja do res zlorab, ki seveda bo prihajalo in bo, ampak to so ekscesi, to so posamezni primeri, ni pa to sistem. Da bi samo izrabljali te ljudje, ki so sposobni, ki ogromno delajo, tudi vse te privatniki ogromno delajo. In si tudi zaslužijo v nekem smislu. Da jih onemogočati, da delajo, to se zdi pa res noro, veste, ker se je zdaj dogajalo. Nekaj je to z roko v roki in se kakšni fazi, kot tale zdaj v Novem mestu, ki je Golob ga izkoristil za svojo propagando in tako naprej, da je podaljševal vrste, ker je toliko več operiral. Kakšna logika je tukaj, da se je res trperija, kar se govori. Tako da upam, da bo sposoben združiti vse skupaj in da bo z tega nekaj nastalo. Je pa to verjetno res hud problem, da se to ni dočeralo. Bil je tudi kandidat za šefa zdravstvene zavarovalnice, ampak tudi tu bi bile potrebne neke spremembe. Ja, verjetno, mora biti, to je res tako mastodont. Konkurenca še nikoli ni bila slaba. Tukaj pa pač onemogočajo. Tukaj se ogromni denarji, milijarde vračajo. Tukaj so pa res očitno interese v zadju in se tukaj ne more prebiti tega. Tukaj bi morali pa res zasekati. Da se te ljudje, ki imajo te privilegije in ki služijo ogromne milijarde. Z opremo. Z opremo, predvsem za to mislim, da se onemogoči to. In tukaj pa seveda bi bila konkurenca nujno potrebna. No, Janez Cigler Kralj iz Nove Slovenije je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Zdaj on napoveduje večjo samooskrbo. Zdaj to, kar je zanimivo, je seveda, nihče ne dvomi, tudi Nova Slovenija ima na terenu ogromno, tudi na podeželju, ogromno članov poznajo podeželje in probleme. Tu so ljudje bolj pričakovali nekoga iz Slovenske ljudske stranke. V nekem smislu tudi naravno jim bi pripadalo, kot Slovenske ljudske stranke, kot kmečka stranka, s katere izhaja, bi to moralo pravzaprav biti interes. Da je upam, da bodo, sicer se tudi pameten človek, tudi upam, ni konflikta v tem kontekstu, ampak napram temu, kar je bilo na kmetijskem ministrstvu, kako je že pisala se ta ministrica, ki se jo postavila. Čolušič?
bolj, da sem tiha. Ja. Upam, da bo res tamo, Ja. da se to dal vlogo in se pravi našemu slovenskemu kmetu, da bo šli nasproti. Ker dejansko kmečko, mehna Slovenija s temi mehnimi kmetijami in tako naprej in treba gorskimi kmetijami dejansko težko preživijo. In vsem tem obremenitvami, vsem tem neumnostmi, ki se dogajajo, je treba ukrepiti, če hočemo seveda biti samooskrbni, kako drugače, kot tako, da se pravzaprav kmetu stopi nasproti. In si jim pravzaprav marsikaj omogoči in si jih razbremeni vseh teh dajatev, ki so včasih nesmiselne, nore in tako naprej. Birokratsko tudi, ker morajo ne vem kaj vse početi in izgubljajo čas, ne samo na tem področju, na vseh področjih ta birokracija katastrofalna. Dejansko se tudi, jaz sem na centru socialno delo 25 let, ampak hvala Bogu, da sem še šel iz tega ven, da zaradi pokojitve vseh let in tako naprej. Ampak dejansko, kot mi zdaj pravijo socialne delavke, s katerim še se srečam, samo še birokracija. Z ljudmi pravzaprav niti ni več časa delati. Ker mu je zadoščeno birokraciji, drugače so tukaj inšpekcije in tako naprej in kup težav. Ampak kdo bo pa z ljudmi delal? Oni so pomembni. Tudi tle so kmetje pomembni, ne birokracija. Zemlja, da ustvarjajo, da lahko napravijo, da imajo to proste roke, da nekaj napravijo. In tukaj jih duši, ta naša država. In tudi Evropska komisija nas je pravzaprav s tem svojim projektom financiranja porinila zdaj skupaj kmete in kohezijska sredstva. Oni so zdaj skupaj v tem znesku, to je skupen znesek za neko državo in si konkurirajo. Praktično kmete zdaj konkurirajo v Sloveniji tudi podjetjem. To je tudi na nek način zanimivo. Ja, tudi ne vem, kje je kam pestaco boli. Ne poznam tega področja, kaj tudi to pomeni. In za kmete in za druga stran. Ne vem, bomo videli, upam, da bo pametne rešitve najdel, pa da bo tudi za pametnimi strokovnjaki, ki so na tem področju sodeloval. To velja za vse, ne samo za njega. No, ministrica Ignacija Fridl Jarc je postala ministrica za kulturo in se bo zavzemala seveda za kulturni in medijski pluralizem, znotraj tega pa za spoštovanje individualnosti, svobodo izražanja, enake možnosti za ustvarjanje. To lahko podpišemo. Seveda je pa tudi napovedala kulturne bone za mlade po 18. letu in pa to, kar je bistveno, o 35. letnici ob osamosvojitve načrtuje vzpostavitev muzeja slovenske osamosvojitve. Tak je bil ukinjen, ne? Se je tudi pričakovano, da bodo in tudi te prazniki, da se ponovno vzpostavijo, ker je pa logično, in tudi pravilno in tudi pričakovano, kot sem rekel. Tako da, upajmo, mislim pa, da bomo težko delo imelo. Glede na to, kaj vse, če beremo v časopisih, kaj vse se je na tem ministrstvu naložilo. In kaj vse se je tudi zadnje čase redno zaposlilo. In to je kader, ki je pač njihov, narekovaju, levi kader. Kako bo s tem, zdaj seveda, kakšno moč bodo imeli in sekretarji in vse ti direktori direktoratov, ki bodo tukaj nastavljeni, kako bodo se lahko borili vso to množico ljudi, ki pravzaprav v osnovi so nastrojeni. Upam, da so toliko, da ne bodo ravno res vtikali prste med špice, tako da ne bodo mogli delati, ampak tukaj bo treba potem seveda čistiti. Najbrž bo, to so bila taka. Seveda bodo. Kaj je bilo to, kaj bo doktor Simoniti? Jih bo treba onemogočiti. Po Metelkovi, kaj so počeli, kri mazali. To je bilo res grozno. Katastrofa, tukaj ta tle se pa res leglo. Leglo levega, in tukaj bo težko delo. Težko delo, nobenemu ne privoščim vse tem, ki bodo nastavljeni na te odločujoča mesta, bodo imeli hude težave. Predvidevam. Da sta kader noter v ministrstvu, ti uslužbenci. Uslužbenci, kaj z njimi, kako napraviti, da... Dobro, vse so mehanizmi, kako jih tudi odpustiti v nekem smislu, ali se bodo upali, ker to bo pa revolt, logično, da bo, ker tukaj gre za eksistenco, njihov, ki so pač se priklopili na jasli, državne jasli, so sta denara, bomo videli, da me pa res zanima, kako bo te ministrstvo. Pa gledajte, minister Maljevac, iz Levice, on je zaposloval zdaj te tedne
še za redno, za nedoločen čas ljudi na ministrstvo, ki ga ni več. Ga ni več. Ja. Za solidarno prihodnost. Kaj bo zdaj? Logika ima? Bodo šli na kulturo? Kam bodo šli zdaj te ljudje? Ja, pa, a mislite, ali so dolžni zdaj te novi, če ni zaposlitve, pač jih ni več, ne? Ja, ukinjeno delovno mesto, Ja. če ni ničesa. Ne. Ja, tako. Da se niso, kaj pa v industriji, kaj pa v drugih, Ja. ko propade podjetja, ne, da so ljudje na cesti. Ne, Ja. No, gospa doktorica Ignacija Fridl-Jarc je napovedala v skrbi za slovenski jezik davek na Netflix. To je ta pretočno gledanje filmov, to gledamo doma lahko, smo naročeni na Netflix. Seveda ni prevoda, zdaj v čem je poanta. Gledamo filme, ki nimajo prevoda v slovenščino. Ja. Pa se to več ali manj že zdaj gledajo. Ne? Ja, se sploh ne opazimo. Ne? Tako da človek reče, a ja, se res, se ni prevoda. Ja, zdaj tudi vse več ali manj v angleščini, ne, da mladi tako in tako. Ja. Te stari še, mislim, imajo malo težav, lahko, ampak angleščina je Bog pomaga, ne, da je postala svetovni jezik, ki je že leta in leta. Ne, ampak davek na to bo zdaj. Ja, očitno ne. Ja, lejte, to ne poznam teh področij. Bomo videli, sej ni bilo prav zelo. Lejte, ampak tudi če se to obdavči, pa res ni to ni nekaj bistveno pomembno za naš narod in za naše preživetje v nekem smislu. Lejte, no. Ja. Pa slej kdo še pa gleda televizijo, ne rekovajo, da zguba časa, jaz pravim. Ja. Se je bolj pametno, kaj drugega početi, ne. Dobro, doktor Borut Rončević je po novem minister za izobraževanje. Pravi, da šola ni prostor politične in ideološke indoktrinacije. Ja, to je pa malo naivno. Vedno je bila in tudi bo. Tudi kultura, tudi vse je vtkana v politiko in seveda vsaka politika skuša pripeljati svoje poglede in svoje interese noter. Seveda ideološko. Samo kako se proti temu borita, da resnično bo bolj neutralna zadeva. Upam, da misle, da je to možno, ali je sploh to možno, ali je to realno, jaz se sprašujem. Ali je to realen cilj? Lepo se sliši. Ali je možno to speljati? Seveda ne pomeni to, da puško koruzo vržeš ob tem, da se boriš proti temu, da ta ideologija gre na obrobje, ampak kljub temu vedno bo to prihajalo čez stranska vrata. Ampak vendarle v učnem programu, druga svetovna vojna, zgodovina, osamosvojitev, to je vse res ideološko obarvano. Če gledamo učbenike, seveda v našem času je bilo. To lahko se pač primerno kurikulume in učne načrte, seveda. Primerno mesto da in eno bejo in seveda tudi samosvojitev, o kateri se sploh ne govori. In dokler bo seveda ta leva vlada, ki pravzaprav propagira samo eno B in pravzaprav ne bi bilo Slovenije, če ne bi bilo partizanstva in tako naprej. V zadju seveda o revoluciji se ne govori in tako naprej. In pravzaprav o pravem namenu vsega tega partizanstva, ki je bilo v zadju, seveda tudi osvoboditev in tako naprej. Generalna je bila oblast. In še vedno je ta pravzaprav nekritičen pogled, čeprav in potvarjanje zgodovine, o katerem govorimo, govorijo pravzaprav, kar je pravzaprav nesmiselno, da prihajajo podatki, prihaja resnica na dan in to je zdaj potvarjanje. Resnica je potvarjanje resnice. To je to nekaj, človek si ne ve, kaj bi si mislil, ampak to gre za ideologijo. Točno to. Gre za ideologijo in šola je bila in bo vedno tudi glavna, glavni fokus pravzaprav vsake oblasti je šolanje. Šola. Tukaj lahko izkoristijo za svoje cilje, ki jih imajo in tako, in to zato, ker je bila leva. Kultura in prosveta, to naša bo osveta. Tako. To je vedno bilo in vse ni samo pri nas. Tudi neke stvari, za katere mislimo, da so res samo strokovne, neutralne, dejansko je v zadju ideologija. Ja, seveda. Pravijo tudi, da bi morali tudi evolucijo v bistvu in kreacijo učiti pri biologiji. Ne samo evolucijo Darwina, ampak tudi kaj drugega. Mi smo še globoko zasidrani v marksizmu in leninizmu in pa v tem materialističnem pogledu na svet, dialektičnem materializmu, ki pač in seveda pri nas, kaj se propagira, se pravi sebični gen, davki so in tako naprej, ki pač
govorijo o tem, da je človek pravzaprav središče sveta, ne, da je o tem drugi duhovni dimenziji človeka, ne, da je tako kvečem New Age-ovsko, ker je vse malo zblojeno, ampak pravi duhovnosti pravim pravzaprav to, da največji fiziki svetovni in tako naprej in filozofi, predvsem pa fiziki, prihajajo do tega, da ne more biti to osnova, da je dialektični materializem osnova pogleda na življenje, ampak da tukaj v zadnjem ostaja nek kreator, kot takšen, kakorkoli že to imenujemo. In temu se kot hudički že ni govora, da bi se v tem govorilo, tudi ta drugi pogled, drugo razmišljanje in tako naprej. In filozofsko in tudi v nekem smislu fizikalni, če ljudje za takšnim izobrazbo, znanje, ki je strogo materialistično v nekem smislu, na dokazih, ki samo sloni, pridejo do izhodišča, ki ni več na tem nivoju, potem se moraš malo zamisliti, ne? Kaj je, kaj ni. Doktor Rončević je napovedal ustanovitev učiteljske zbornice s ciljem krepitve strokovne avtonomije učiteljev in vloge učiteljstva. Zadnji čas, da ponovno učitelj dobi svojo avtonomijo in da je res avtonomen. Ne pa podrejeni, se tudi ravnatelji bojijo, kako bodo inšpekciji. In advokate. In advokate in staršev, seveda tukaj vloga staršev seveda nedvomno je in je prav, da je, ampak neke meje pa morajo biti. Tukaj pa avtonomija, dejansko, da učitelji ne upajo pravzaprav sploh odreagirati o vseh teh neumnostih, ki se dogajajo v šolah, te razvajenosti, tem narcistični družbi, v katerim živimo, veste. Tukaj pa upam, da bo zaradi tega ne bodo še učitelji, da bodo dobili to moč, da pravzaprav ukrepajo v nekih tam, ki je potrebno. Ne pa, da se skrivajo zaradi tega, da imajo mira, v nekem smislu, pa da se ne sam za ministrstvom, za inšpektoratom na ministrstvu in tako naprej, ampak predvsem tudi starši. In potem so starši upoštevani, bogvar, in seveda se učitelji potegnejo nazaj, pa se noče imeti težav. Ker pravzaprav jih ne sme imeti, ker če bi odreagiral, je kaznovan, narekovajo. Ja, seveda. Ampak se problem je vseh, da učiteljno ni. Tukaj kako ukrepiti, ne samo avtonomijo, kako sploh pridobiti ljudje, da bodo zopet želeli, oziroma sploh imeli interes stopiti v razred. Jih ni, preprosto ni. Pred leti nazaj je bilo to, seveda je bilo težko dobiti delovno mesto kot učitelj, kjerkoli kot profesor. Ja. Ali pa socialne delavke in psihologi in tako naprej. Zdaj jih iščejo z lučjo. Jih preprosto ni. No, ni tudi toliko otrok, kot bi želeli. Mateja Ribič, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve, je seveda napovedala izenačitev cen oskrbe za vse starostnike v domovih za starejše, to je ta dolgotrajna oskrba, ki je popolnoma so jo zavozili levičarji, pa v stranki Levica z veliko, in seveda je napovedala tudi brezplačne vrtce. Kaj je to možno, ne vem, ne? Ja. Brezplačne vrtce, lepo se sliši. Ali je to možno speljati, to je pa drugo vprašanje. Odkje bo denar prihajal? To se treba vprašati, ali njih ni pocen. Kaj pa ta pa da nek prispevek v kakšni fazi mora biti. Sveda pa tako, da lahko se preživi in pa da ni pretirana. Ali je država sposobna to subvencionirati v tem smislu? Tudi starši pravzaprav je prav, da nekaj, veste, prispevajo. Ta brezplačnost, veste, je dvorezen meč. Ker če je brezplačna, se te ne spoštuje. Oziroma nima nobenega, je to samoumevno, to meni pripada. Ja, pa ni res, da nam kar vse pripada v življenju. Veste, neke stvari je treba pač se potruditi, je treba tudi plačati, narekovajo, samo ne v tem, da te odirajo, da je to odiralsko. Ampak nek primer pa mora biti, to je tako v psihoterapiji. Ne gre za to, da se užira klijente ali pacijente, ampak da neki participirajo za to, da se tudi potrudijo za to, da nek korak naprej napravijo. Tudi v tem kontekstu je potrebno, veste, lepo se sliši, zaston in tako naprej. Seveda, tistim, ki ne more plačati, nič ne rečem. Ki resnično so v takšnih hudih stiskah, vendar pa je tudi tako, da potem ljudje hitro manipulirajo, izkoristijo in tako naprej. In prihajajo z Mercedesi. Z Mercedesi pripeljajo pred center socialno delo po socialno podporo. Čakajte malo, tukaj pa človek se mora zamisliti, kam pa sta. No, se ona je rekla, zdrav človek rabi delo, ne socialne pomoči. Ampak zdaj prva prioriteta pa bo dolgotrajna oskrba, ker
ti pripadniki stranke Levica Maljevac, ne, oni so pobrali denar in pač namenjen je bil samo tistim nekaj starim, ki so v domovih, nikakor pa niso uveljavili tega, da bi starejši ljudje lahko ostali doma na svojem domu in imelo neko pomoč. Ja, to bi bil ta sistem, seveda je po drugih državah, Avstrija ali kjerkoli. Nizozemska. Ja. Je to da se ne gre naučiti, kako to je možno. Ne? Da lahko ljudje, stari ljudje, se smo enkrat že govorili, resnično lahko ostanejo doma. In tega je tudi ogromno prostovoljstva je tukaj lahko. Na vseh drugih področjih in gasilstvo in tako naprej, vse je prostovoljno. In tu smo zelo močni v Sloveniji. Na tem področju pa ne. Tudi to bi bilo treba spodbuditi, ne, da se tudi prostovoljstvo na tem, tukaj je strokovnjak, velik strokovnjak, doktor Ramovš, ne. V končni fazi, ki je on tukaj s svojimi, koliko ga poznamo, ne, da je za starejše, ki dela s temi na tej problematiki, da če kdo kaj ve o tem, verjetno on tudi ogromno tega pozna, kako, na kakšen način speljati to, da resnično, dokler lahko, res lahko ostane v domačem okolju. To je pozitivno, ne? To je Tudi seveda psihološko. To je tudi psihološko, zdaj starega človeka trgati od doma. Zdaj, kot je ta krivulja, ne, dojenček, potem zrelost in potem nazaj postajamo dojenčki v nekem smislu. Ja, ne, tako. In ta navezanost, ne, ta varnost je seveda v domu. Ne, tukaj so korenine, tukaj je tisto, kako omogočiti, da te ljudje ostanejo doma. Ne, seveda, mlajše generacije, ki so zaposlene, ne morejo skrbeti za nekoga, ki je nepokreten, ki je dementen in tako naprej. Ampak večina pač starejših niso dementni, niso bolni, niso nepokretni. Za takšne seveda je treba institucionalno varstvo, ker pač je zelo težko skrbeti za njih. Ampak večina pa pač umira na en takšen naraven način, za njih treba poskrbeti, da ostajajo v domačem okolju, med svojimi ljudmi. In da tudi umirajo. In da tudi, da umiranje prije zopet v domove v nekem smislu, čeprav se sliši grozno. Da se poslovimo od trupla. Tako, in to je pomembno za mlade generacije in tudi za mlade ljudi, da se poslovijo od svojih bližnjih, starih staršev in odraslih, če hočete. In da doživijo ta stik minljivosti, ki je del življenja. In tako smo odtujili, ta smrt smo odtujili najprej iz domov, iz naših življenj. V tem kontekstu, da vem, da bom umrl, ampak verjamem pa ne, kot je doktor Trstenjak rekel, da se to še ni čas, pa smo samo hip na zemlji. In ta je pravzaprav odtujenost človeka. Od samega sebe, svojega bistva. In bistvo človeka je tudi, ko se rodimo, že umiramo v nekem smislu, že odhajamo na drugo stran, z rojstvom. In ta del smo pa izrinili z našega življenja. In tukaj je seveda to, upam, da bo uspelo, da z nekim prostovoljstvom in tudi seveda pomočjo države, da se te stvari uredijo. Gre za oseben stik tudi, veste, da ne samo, da pride tujc, tudi seveda, če je zrel človek, tako da naveze stik in tako naprej, ker hrepenijo po tem stiku tudi odrasli ljudje, ki odhajajo počasi, predvsem pa domači, da imajo to možnost. Domači, da to ostane v domačem okolju, njihovi, to je njihova kri, ki je tukaj, da se v miru poslovijo tega sveta, zrelo, v miru, umirjeno. In tudi to je velika, glede ljudi, ki so doživeli, ki doživljajo takšne odhode, je to velik blagoslov in veliki dar za te ljudi. Ravno se spomnim terapevtskih skupnosti, je umrla zdaj stara mama od nekih, ki so pri meni že leta, 102 leti stara. Kako je opisovala ta odhajanje vnukinja njena? To je za nekaj neverjetnega. Rekla, tukaj je ona odhajala umirjena v krogu svojih staršev, vnukov, vse teh, ki so bili zraven ob njej, zunaj pa prav vnuki, ki jih je tudi 20 že imela, in še več, ki so se igrali. In tukaj je bilo odhajanje tam življenje. To dvojnost, ki je bilo, in popolnoma normalno. Popolnoma brez te tragike, pravzaprav odhajanja, ampak življenje je tukaj še vedno obstaja. Ta vez, ki obstaja, ta most, odhajanje in prihajanje življenja. To je nekaj fantastično opisano, in to je tisto pravo. Tudi blagoslov za tega, ki odhaja med njegovimi, med svojimi. Polona Rifl je postala ministrica za okolje in prostor. Napovedala je seveda debirokratizacijo,
Postopki do strank bodo bolj prijazni pa hitri. Seveda je kot prednostno nalogo omenila tudi poplavna ogroženost Slovenije, to smo videli. In pa to, kar je tudi zelo zanimivo, povečano ponudbo stavbnih zemljišč. Ki so v lasti države, ali kako? Ja, verjetno. Verjetno se, da se ne morajo v lastnino posegati. Ker nekatere občine dejansko so že v tem obdobju nekaj ponujale, da bi mladi lahko gradili na poceni stanovanja. Ker veste, v čem je problem? Ta Natura 2000 je tako omejila vse, praktično nas je omejila, že tako nimamo veliko zemlje, zdaj pa še graditi ne smemo povsod ali pa pod posebnimi pogoji, tako da bo zdaj, če bo ta ponudba zdržala, bo to kar velika stvar. Ja, upam, da bo tukaj res interes pomagati mladim, da bo zadnji interes kapitala, ne zaslužka. Tako ni bilo nekje v Ajdovščini, nekje so gradili za mlade, nekaj podobnega. Ja, so rekli 50,000. Da je primerno, da je za nek štart, da imajo, da mladi, da se lahko privošajo, kaj tazga, da kupijo posebno stanovanja in s tem seveda bodo odžagali vse tisti, ki služijo zraven. Da je koliko bo to možno speljati, ne vem. To pač nisem to posvečen. Ampak če bi to res speljala, potem bi bilo to en velik korak. Ja, zato ker ta prejšnja leva vlada, bolj levo dirigirana, je želela imeti javna stanovanja in javna stanovanja so bila cilj. To se pravi, vsi naj bi bili najemniki v javnih stanovanjih. Zdaj desnica, pa ta nova vlada je velikokrat poudarjala, ne, omogočite ljudem, da so lastniki na svojem in da si sami sezidajo štartajo naprej. Ja, tako, da jim to ostane. To je normalno, to ostane in potem imajo začetni kapital tudi kasneje, ko bodo pri denarju in nekih poklicih in tako naprej, da lahko... Ne pa, da so vse življenje najemniki in niso lastniki ničesar. Ja, trparija, seveda. Seveda, se bodo odpovedali določenim denarju in manipulacijam, če bo to res speljano. Ja, upajmo, da bo res tega kaj nastalo. Niste ta vlada leva, ki je ogromno obljubljala, vsega skupaj bilo pa nič, če v končni fazi. Koliko je bilo teh stanovanj napravljenih? Ne vem, nekaj tisoč mogoče še to, ne vem. Obljubljali so 30,000 ali ne vem kaj. Ampak dobro, se nima smisla v tem. Ne, se so tudi sami govorili različne številke, pa se motili. Niso imeli niti preštetih. Seveda, to je pa velik zalogaj, in kako to res v življenje spraviti. Upam, da bodo, da bo interes sta pravi in da bodo šlo v pravo smer. Dobro, Suzana Lep Šimenko je postala ministrica, seveda brez resorja, brez listnice se reče, za Slovence po svetu. In sicer je pač napovedala seveda boljše sodelovanje s Slovenci zunaj meja, njihovo štipendiranje pa seveda, da bi zagotovili zastopstvo slovenske skupnosti v italijanskem parlamentu. Ji bo to uspelo. Ja. Kje je največji problem za Slovence v svetu danes? Ja, poslušajte, da so spregledani, v nekem smislu, se sami povedo tudi, dejansko nas ni, v nekem smislu, veliko je govora, realno pa matica, da se kaj dosti ne briga za njih, da je bolj za fotoshooting, in tako naprej, ne pa za kaj drugega, realno. Tako da so malo zapostavljeni in so res se ne more nasloniti tako na svojo matico, kot bi se lahko. Koliko je to zdaj interesa spoštenosti tukaj, verjetno, da je, ampak kako je pa možno to speljati, neki modri politiki, da jaz verjamem, da se da marsikaj jim stopiti nasproti. Štipendiranje, recimo. Štipendiranje, seveda, bi bilo velika zadevšna, lahko. Tako da seveda tukaj, koliko je pa res denarja bo za to in možnosti, pa drugo vprašanje, vse se konča poti pri denarju. Če je denar in če je volja in če je poštenost v zadju, da je res pošteni nameni, potem se da marsikaj napraviti. Če se po zadju potem razne, ko se je dogajalo in se dogaja, prekanaliziranje denarja z ministrstva in manipuliranje, potem pa druga zadeva. No, seveda so v preteklosti rekli tudi Slovenci, recimo v zamejstvu, da je zelo pomembno, katero politično stranko nagovarjajo, da leve stranke pomagajo njihovim levim strankam, desne desnim, da tudi v zamejstvu ni enotnega pristopa do Slovencev.
Ne, tudi tam imamo leve, ne, levi z levimi. Partizane v narekovaju še vedno in tako na naprej. Koroškem smo imeli nek dogodek. Ne? Tako, Koroška je ta dogodek zadnji in tako. In je tudi tukaj ta dvojnost in seveda, eni bodo ene, druge. Ne. Tukaj gremo pa ideologija, ne pride zopet v spredje. Upam, da bo tukaj pač z enakimi vatli, no. Ene in druge. Tukaj ne. Ne samo, da forsiraš svoj pogled, svojo pač naravnanost. Tudi, da bo toliko pametna, da ne izločiš, ne? Naprimer, levih, naprimer tudi NOB, ne? Častilcev NOB-a na Koroškem ali pa kjerkoli, predvsem na Koroškem, ne? Da jih bo enako upoštevali. In to je pravzaprav tisto, kar jim vzameš ta ideološki naboj iz arzenala. No, Tone Kajzer je postal minister za zunanje zadeve, njega pa čaka precej velik obrat iz te ženske zunanje politike, čeprav ne vemo, kaj točno to ne bo toliko težav, po mojem, ker tudi tujina, te ljudje komi čakajo, da se zamenja na oblast v nekem smislu, to ne bo težavo preklopiti z ene na drugo, bo verjetno veliko očitanja, upora, ne vem kaj, ampak upam, da bo zopet šlo neko normalnost narekovajo. Ampak kaj zdaj to pomeni? Pa se je pameten človek, glede, ko sem ga poslušal, je tako zelo modro govori in izkušeno, zrelo, tako da jaz verjamem, da bo dobro. On zagovarja proameriško zunanjo politiko. Kaj zdaj to pomeni? Kaj to pomeni, proameriško, ja. Se pravi, malo več se nasloniti pravzaprav na Ameriko, ne v tem kontekstu, da si odvisen od njih, ampak tisto, kar je dobro, da vzameš, da tudi sprejmeš. Saj ni Amerika zdaj samo demonska, ne vem kakšna s Trumpom in tako naprej, tudi marsikaj dobrega je tukaj. Pa kaj, dobro, Trump je svojega denarja vreden, se je tudi Golob bil svojega denarja vreden v nekem smislu, ampak tisto, kar je smiselno, kar je dobro, to je pač treba vzeti obzira, ne pa da si avtomatsko proti vsemu, zato ker prihaja iz Amerike. Ja, in ta sentiment ali pa Izraela. Ne? Proti Amerike, ali pa naprimer, ali pa Izrael, ali pa dobro, ali pa Rusija in tako naprej. Lejte, tukaj uravnotežiti treba. Obmetavanje politikov z vojnimi zločinci, ki še niso bili obsojeni nikjer. Neka modrost je pa tukaj potrebna. Pa da moraš sami sebi v skledo pljuvati. In to počnemo. In tukaj upam, da bo tako moder, da bo in eno in drugo stran znal balansirati. Tako, ker v končni fazi smo res majhen narod in nismo jeziček na tehnici, odločanja v svetovnem smislu, merilu in tako naprej, ampak se moramo znati prilagajati modro, da je za nas najboljše. Ne, da smo oportunisti, ne, da se nekim podrejamo, ampak smo pokončni, da kljub temu modri v tem kontekstu, da sam sebi škode ne delaš. Ne. To pa se je zdaj počelo s to zunanjo politiko, feministično, ne. Ki še zdaj ne vem, kaj pomeni, že zadnji so govorili o tem, kaj pomeni feministična politika, pojma nimam, res ne vem, neke floskule trapaste, ampak kam je to peljalo, pa ne. Vse te ne grejo v Iran. Ne, Tanja Fajon gre zdaj na program Ars, na radio. Ars? Ja, tam je šla v politiko in zdaj se je nazaj zaposlila na RTV Slovenija na radiju, na programu Ars. Kaj bo napovedovala koncerte? Ne vem. Bomo videli. Je strokovnjakinja za te stvari. Dobro, lejte. Dobro, nekam mora iti v službo, za začasno, ne, ampak je pa zanimivo. No, gospod Kajzer je napovedal tudi gospodarsko diplomacijo. Najbrž je tega res premalo, nekega lobiranja v tujini za slovensko gospodarstvo. Ne. To se vse pod mizo dela, upam, da bo pametno tako spet. Seveda je potrebno, logično. Posod se lobira. To bo znovu to speljati. Zgleda, da je izkušen in modern človek. No, imamo še dva ministra, ministrico Moniko Kirbiš-Rojs. Ona bo za pač te kohezijska sredstva in zadolžena in je opozorila na slabo črpanje evropskih sredstev, preobsežno birokracijo in tveganje za izgubo evropskih sredstev. Predvsem pa je napovedala ustanovitev pokrajin. To je ta bistvena tema. To je pa zadnji čas, ne. A ne bo tudi napovedala, da bo Maribor ta prenešena. Za kohezijo, zadnji čas tudi v teh večjih mestih bi morali, da razbremeni se, pravzaprav, da ni vse središče sveta in Slovenije samo Ljubljana, da se malo razprši tole, da če bojo pa to speljali, pa upam, da bo uspelo. Menda se strinjajo vse stranke s tem, ne?
Nekaj sem zasledil. Jaz upam, da ja, in da tukaj ne bo polen pod noge, da bo to možno speljati, da se mač uravnoteži ta razvoj Slovenije. Ni samo... Je pa res, da se bodo morali po teh naših groznih avtocestah in zastojih ti uradniki ljubljanski, ne, Ljubljančani voziti... Morda bo kaj potem hitrejše šlo. Ali pa delo v doma. Na tem področju šlo hitrejše. No, si pa to pa pravi, da je Ljubljana središče sveta. Dajte, no. Če se ni zgodilo v Ljubljani, se sploh ni zgodilo, ne? Sploh ne zaznamo teh stvari, ker je katastrofa, ne? Ampak zakaj smo tako slabo črpali ta evropska sredstva v Golobovem mandatu? Pa se pravi, da so zelo dobro črpali. Oni pravijo. Ne? Oni pravijo, oni so bili perfektni, ampak dobro. Ja, lejte, glede na to, kaj se je napaslo in tam na teh področjih, ja, nesposobni ljudje v nekem smislu. Smo že prej govorili o negativni selekciji. In to prihajajo pač ljudje, ki niso strokovnjaki, niso sposobni tega voditi in tako naprej, ker igra res politika glavno, ne stroka glavno vlogo. Potem seveda je logično, da se vse podira. In to je to. Ne? So pač nastavljeni na odločilna mesta, tem, kjer lahko pač se speljajo neke spremembe ljudje, ki nimajo teh sposobnosti. Tukaj je jedro problema, ne, da so nastavljeni politično, se pravi, da so njihovi. Tukaj pa je težava. Ne, potem tudi, če želijo tisti strokovnjaki, ki so, če hočejo nekaj speljati, ne morejo preprosto, ker jim zavežejo roke. Ne smejo. Oziroma jih odstranijo, ali kakorkoli, ne, morajo z njimi v rok tuliti. In to so drugi interesi v zadnji očitno bili. Pa v končni fazi, koliko jih res brigali za slovenstvo, za dobrobit Slovencev. Jaz imam občutek, da zelo malo. Ja. Upam, da bo te vladi kljub samo malo boljša. Pa če verjamemo tem videoposnetkom iz predvolilnega obdobja, je v teh projektih, kjer so vključena evropska sredstva, bilo tudi kar nekaj korupcije. Ne? Ja, verjamem, in zdaj lahko to evropsko tožilstvo če bo interes imelo. Ja. Ja. Lejte, tudi Evropska unija je podobnim ZOS-u kot mi. Se pravi, zbirokratizirana do konca. Koruptivna, ja. Koliko se tukaj potem zgublja vse te stvari. Ne. Tako da dvomim, da imajo niti interes za to mehno Slovenijo se ukvarjati, veste. Pa res nekaj red napraviti. Bomo videli. Dobro, in zadnji Mihael Zupančič, seveda ne zadnji, ampak zadnji na najnem seznamu, malce smo šli tudi po tem času, kako so se predstavljali. Mihael Zupančič, ki je bil veleposlanik na Danskem, je pa zdaj minister za pravosodje in on je seveda obljubil skrajšanje sodnih postopkov, ukvarjanje s to kadrovsko podhranjenost in pomanjkljivo digitalizacijo, na to opozarja, na nizko zaupanje javnosti v sodni sistem. To nizko zaupanje, kako bomo res tole prešli, nizko zaupanje? Težko. Tukaj pa če hoče človek res takšne stvari, veste, se ne da z vojaškim udarom napraviti, ne? Ker je preobčutljivo. Ampak resnična rešitev je samo vojaški udar. Ne gre drugače. Da se to vleče in bo še en mandat, pa se ne bo kaj dosti spremenilo. Tukaj, veste, vojaški udar se pa ne da napraviti. In zaradi tega je to zelo, zelo težka naloga. Kako? Ker tukaj, lejte, in se vidite, od Ustavnega sodišča popolnoma v eno smer se nagnilo. Koliko je zdaj, to pač vredno zaupanja je drugo, je res vprašanje na mestu. Ne? Če je najvišji organ pravzaprav, samo tako strukturiran, kot je. Kaj lahko pričakuješ potem in tudi vse ostalo, se vemo. Tako da se tudi ta negativna selekcija, oziroma samo naši, ki se zaposlujejo najbolj odgovorna in mesta in odločujoča mesta, to so ljudje, ki so tam, tudi v sodstvu. Sej poznamo vse te afere, kako so bile. Pa lahko smo videli tudi kar nekaj pravnic, ki so bile in so nekatere še vedno v državnem zboru in so se res neprimerno obnašale. Ne? In se človek vpraša, če prideš k takili sodnici, pa kaj se bo zgodilo, ne? Pa ne bo prenašano prek televizije, ne? Ne bom zdaj psihološko začel razlagati o postkonvencionalnem mišljenju in tako naprej, moralnem čutu, ker nima smisla, bo kakšna zamera, ampak tukaj je problem. Problem, ki ga je že Boštjan M. Zupančič, čeprav so ga popolnoma izločili in tako naprej, kot starosta slovenske, mislim, sodnika, mednarodni in tako naprej, ki govori o problemu feminizma v sodstvu.
Ne samo sodstvo, tudi šolstvo in tako naprej in tako naprej. Predvsem pa sodstvo tudi, da je to velik problem. Tukaj smo pa že na področju psihologije, potem to ne bi o tem danes. Dobro, bova še prišla na to temo. Samo še tole povemo. Mihael Zupančič je napovedal kot absolutno prioriteto izgradnjo nove sodne palače. Beri Litijska 51 ali kako? Kaj se lahko obetamo? To je bila nova sodna palača, v tem mandatu je bila Litijska, ne? Ja, seveda je potrebno, ne? Zdaj, pa to prioriteta je pa drugo vprašanje. Ja, ker veste kaj, veliko najemnine plačujejo zdaj sodišča. Tu gre ogromno proračun. Mi bi že zdavnaj imeli 10 sodnih palač iz te najemnine. Ne? Dobro, kljub temu se da tudi v težjih razmerah dela tudi ne tako naprej. Ampak kako to speljati, pač je potrebno. Upam, da bodo sposobni to speljati. Ni samo zopet manipulacija in prelivanje denarja in pa korupcija, ki je v med ozadju. božičnimi prazniki na hitro iz proračunske rezerve. Upamo, da bo to spelo. Bolj problem se mi zdi samo sodstvo kot takšno, da kako pravzaprav res zaupanje nazaj dobiti in da bo se uravnoteženo tudi ideološko, če hočete, da se prav svetovno nazorsko, kot temu rečemo, da sodstvo kot takšno. No, seveda, to me bolj skrbi. Pridemo na to področje pravnic v državnem zboru. Zdaj seveda, tako kot smo bili vajeni, se je spet dogajala odzem besede. Poglejmo, kako je bilo zdaj tokrat s tem odzemanjem besede pri Leni Grgurevič. Prej ste mi kar odvzeli mikrofon, ne da bi uspela do konca uveljaviti svoje pravice. Spoštovana, beseda vam je bila odzeta. Prehajamo na glasovanje o tem, ali bo kolegica Grgurevič je odzeta beseda. Imam pravico 3 minute obrazložiti svoj postopkovni predlog, predsedujoča, zdaj pa se že res smešite. Dajte si drugič pred sejo najprej prebrati osnove poslovnika. Imam 3 minute. Spoštovana, med sejo državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa razlaga poslovnik predsedujoči. Tako dajem na glasovanje članom odbora, ali kolegici Grgurevič odzamemo besedo. Jaz prosim, da strokovne službe Glasujemo. Razložijo predsedujoči. Glasujemo. To ni več ničemer podobno. To je cirkus. Za odzem besede. Cirkus, ne državni zbor. Odzemate besedo civilni družbi, zdaj pa že poslancem v parlamentu. Za odzem besede 7 sodelujočih na odboru, proti 4. Tako da prosim, kolegica Grgurevič, beseda vam je bila odzeta tudi po glasovanju. Izvolite, kolegica Čalušić. No, zdaj tale odzem besede, ne? Ja. Zanimivo je bilo pri tem glasovanju, da njenega imena ni bilo nikjer, ne? Ker pravijo, da je hodila celo na odbore in komisije, ker sploh ni članica. To se pravi, ona ni mogla niti glasovati o samem svojem odzemu besede, ker tako ni bila. Torej, in sama je rekla temu cirkus. No? Kako se bomo rešili zdaj tega cirkusa? Težko. In nagajanja. To bo stalnica. Pač osebnostna struktura, ne bomo temu govorili, njihovo obnašanje pač na to nas navaja, kaj je s takšnimi ljudmi, kot je ona. To bo pač to se pravi razumski argumenti, to bo nagajanje logično, da bo. Fajn je, da so lahko zdaj potočeni z lastnim orožjem, v nekem smislu, kar se je dogajalo v parlamentu za Klokočarevo, za Pančičevo. Zdaj so dobili, ampak na bolj kulturen način, kljub vsemu, ker se je dogajalo, da je bila res katastrofa. In zdaj verjetno nadaljuje to njihovo pravico, ki imajo. Človek, veste, v tej pobalinstvu, to je res pobalinsko obnašanje, pa zdaj ponavadi pobalinsko, pa za moške predvsem govorim, ampak to žensko pobalinstvo je presega vse meje. Nek se ne zna ustaviti. Tukaj pa res gre tem moralnem čutu, kaj prav, kaj ni prav, se zgublja neka nita, kaj še je spodobi se, kaj ne spodobi. In res se sprašujemo o človeku, takšen, ki je sposoben tako se obnašati. Kaj narobe z njim? Oziroma, kako to, da si to sam dovoli, da se tako deskreditira pred vsemi.
Kaj z neosebnostjo? Ne? Nekaj hudo narobe, po mojem. Ne? Vedenje kaže na to. No, se Stevanoviča zdaj bodo obtožili, o nekem podcestniškem obnašanju govoril. Ne? Ja. In so seveda sprejeli vse to, se tudi ona menda zraven, Grgureviča, da jih je označil za podcestnice. Ni jih označil jih je njihovo obnašanje. Obnašanje pa je podcestniško, če ne še kaj hujšega. Dejansko kot javna hiša. Ne? Tako da tukaj ste potem, je to traparija, njihov način funkcioniranja. Izzivajo, potem ko dobijo nek odgovor, čist korekten, tako naprej, ko se obsodi vedenje, kot temu govorimo, ne osebo, skočijo v luft. Če je kaj vredno obsojene, je takšno obnašanje, ki je prišlo v naš parlament. No, se ni edina. Vedno se najdejo zanimivo, tudi moški, nič ne rečem, tudi imamo tle nekaj jastrebov z leve in desne, ampak predvsem so te ženske, ne? Če se spomnim nazaj še mandate, takšne gromovnice, ki se podobno ne, ki pravzaprav šok se ne more verjeti, ko posluša, v tej vlogi, ženske v tej vlogi, res katastrofa. Ne? No, ampak vendarle, koliko k temu prispevajo kamere, ne? Ker jaz mislim, ker je to seveda po televiziji, potem na spletu, ali ne vem, kaj se dogaja, ne vem, ker ne berem, ampak gotovo je marsikaj. To jim je tudi orožje. Orožje in orodje v njihovih rokah, da pride do izraza. Če bi to ignorirali, kamere, tega obnašanja počasi bi izvenelo. Ne bi bilo več, ker ni zanimivo, ker pač ne pride v javnost. Kaj bo? Ne? To je neka samopromocija na en takšen neprimeren pobalinski način, nič drugega. Tako da, se pravi, če ugašneš kamere, bo tudi to zginilo, sem prepričan. Ja, to mi je treba ugasniti. Zanimivo, ja. No, zdaj, kar se tiče tega pobalinskega načina, lahko komentiramo tudi Dušana Smodeja iz afere Fotopub, ki ga ta teden ni bilo na sodišče. Bil je v Franciji in je napisal sodnici, on bo očitno ključna priča, da bi prišel, če bi mu Slovenija plačala potne stroške. Afera je zdaj že 4 leta se melje in leži v predaljih. Gre pa za spolno nasilje, povzročitev telesnih poškodb, pa pač to, spolno nasilje, tudi neka mladoletna ženska je vpletena, takrat je bila mladoletna, ne? To se pravi, kaj bo zdaj z vsem tem? Ja, glejte, če bi imeli interes, bi ga že pripeljali, ne. Upam, da dnešna oblast bo imela ta interes in ga bo pripeljala makar pod prisilo, ne. Matos. Ja, mogoče je zato tak strah, ne? Morda tudi, verjetno, upam. No dobro, se ni samo od Matosa, potem je tle sodišče in sodišče. Ja, ampak kaj se zgodilo? Policija. Vsaj tega pripelje, ne, vsaj vides neke objektivnosti, da tukaj ostane. Vse zbezajo vse, ne vem, kakšne kriminalce, ki je veliko manj obremenjujočimi obsodbami in tožbami, kot je za njegova, ne, pa jih znajo dobiti iz tujine za nalogi, mednarodnimi. Ne pa se mirne duše sprehaja in še celo potem po teh družbenih se pravi omrežjih piše, objavlja slike in tako naprej. Ja. Katastrofa. Ne? S takšnimi obtožbami, kot je. In očitno je tukaj nekaj zadnji strah. Povezanost nekaj, o kateri se govori, ki seveda levica predvsem zanika in tako naprej. Vendar tukaj se je marsikaj dogajalo. Vem tudi jaz z druge roke. Kaj se je dogajalo? V Fotopubu. V tem Fotopubu, ja. Za ljudmi, ki so bili zraven, pa so zdaj omaknili od tega, pa so pripovedovali stvari. Tako da je marsikaj na temu res, ne. Ni tako, ker starte zvito, da je to zdaj neka diskreditacija, Fotopuba, delaš od tega. No, vse so bile tudi neke fotografije. Tako. Neki ljudje so tudi že umrli. Ja, tako. Samomori in tako naprej. Ja. Tako da tukaj je ogromno blata v zadju. Seveda se bojijo, logično. Ja. Samo ali bo res interes, da to prije res na dan, ne? Koliko bodo pokrili, koliko ne in tako naprej. Ne? Mislim, kakšen je ta nekakšen psihološki profil nekega Slovenca, ki lahko to počne? Ker človek se čudi. Ja, ne vem, težko je zdaj obsojati, kljub samo ne bo te prvo. To je patologija, ne? To je čista patologija. Takšni ljudje so psihopati, smo včasih rekli. To je katastrofa.
Glede, te ljudje so brez vsakega čuta, človeškega čuta. Ne. Samo on, to je ne sam narcizem. To je vse kaj drugega tudi zraven. To je res neka globoka moralna dno človeka, ker ni nobenih moralnih meja več. Tukaj je pa res, tega je ogromno, saj ni edini, tega je ogromno, zlasti na tem seksualnem področju, ko tukaj meje zabrisane, ko jih ni več, tukaj pride ta nagon, ko je ta živalskost v nekem smislu, ki je del človeka, ki ni kontrolirano, pride do izraza in problem je v tem, da to lahko počnejo. To je bilo. To je problem. In s takšnimi psihopatskimi načini ne moreš v rokovicah delati. Se spomnim, doktor Rugel, kakršenkoli že bi rekel, s psihopati na psihopatski način. Lahko edino neko spremembo pride. Zdaj bodo zdaj skočili strokovnjaki in tako naprej. Vendar očitno je nekaj resnice na temo. Ja, doktor Rugel je bil zanimiv, bežigrajčan, bom rekla. Dobro, zdaj imamo pa tudi Moščane in druge Ljubljančane, ki so se uprli in so zbrali dovolj podpisov za referendum proti temu odloku, ki bi omogočal županu, da pobira parkirnino na parkiriščih, ki so v lasti praktično ljudi, ki živijo v soseskah. No, zdaj, to je bil malce širši zaplet, zato ker potem je ljubljanski župan umaknil zdaj ta odlok, ampak ljudje so kljub temu vztrajali in zahtevajo referendum, zato ker posledice referenduma bi pomenile, da mestni svet do konca mandata ne bi smel odločati o tej zadevi in spet poriniti tega odloka. Zdaj poglejmo, kako je bilo, ko je Janković obiskal te občane. Zakaj ste se danes odločili priti sem? Dajte se malo umakniti, prosim, snimite, kar želite, ne? Kaj ne? Tvojmo šoferju reči nekaj poliste. To je naš parking, ne tvoj. To je naš parking. Več kaj jokaš. Šofer nekaj poliste. Dajmo se eno stvar zmeniti. Jaz sem lepo se vedem. Vsem? Lepo se vedem. Jaz sem zelo prijazen vedem. Se moraš biti prijazen, si prišel na obisk. Mi tle stanujemo. Ja in? Ja no, in šoferju reči nekaj poliste. Nam je bilo zagotovljeno, ko smo kupovali te hiše, da je parkirišče naše. In je naše, po projektu je naše. Še se enostavno povedal, ko se niste vi tukaj nasilno umešali v ta naselje, smo mi tukaj imeli nobenega problema, krasen smo živeli. Odkar ste mi bom rekel, županke se proti volji občanov, nam dajete tukaj, grozite s polički, dajete tukaj parkomati, vrajete parkirje, mi tega nismo rabili, ne vas, ne vaših ureb, ne nič. Je bilo za nas tokrat prej boljš, kot prej. In prosim, odnehajte in pejte v svojo pisarno in pustite nas tukaj primer, tako kot je bilo. Pred, tako. Ali bo Zoran Janković... Se mu je zgodil narod, ne? Dogodil se narod, ne? Zdaj vprašanje je, ali bo Zoran Janković izgubil novembrske lokalne volitve. Ne, ni možnosti. Ni možnosti, bo še naprej župan, ali kaj? Bo seveda bo. Zakaj tako menite? Lejte, se izkušnje nam to govorijo, ne? Več kot 20 let bo potem župan. Ljubljančani ga volijo. Ne glede na to, da kaj počenja, kaj se ve, kaj se predvideva. Dobro, nikoli ni bil obsojen, tako naprej, je nedotakljiv in tako naprej. Vse te afere, ki so, in nedotakljiv. Pustimo zdaj politično ozadje, ampak tudi za večino, ker Ljubljana je leva. Je ta, in tukaj se pravi, tukaj argumenti razum ne velja, kot sem že prej govoril, nobene vloge. Tukaj igra sentiment. In tukaj je njihov, je del njih. In bo jih še vedno ga bodo volili, boste videli. Pa tudi še naslednji mandat bi dobil. Ja, zdaj, če bo tako, kot je rekel Janez Janša, da ne bo privilegiranih, da bodo vsi enaki, ali to pomeni, da bodo mogoče nekega dne tudi Janković, tako kot so nekemu županu, zdaj v Ljubljani, pač v okolici, odmontirali kuhinjo, ali kaj če bo? Ne bodo, zaenkrat imaš še to moč, je še toliko ozadje, kljub temu, da se je oblast zamenjala in tako naprej, ne moreš to, ker... In tudi v končni fazi nova oblast bo morala z njim sodelovati in on z njimi. Je glavno mesto in on je župan. Se lahko na glavo postavljamo, kakorkoli, je izvoljen
pač čist korektno, demokratično narekovajo, kaj je v zadnjem, pustimo te zadeve in seveda Ampak je poglejte, treba to sprejeti. kdo Seveda bi bil- onemogočiti pa Ja. seveda manipulacije in pa kriminal. kdo bi bil primeren protikandidat Jankoviću, psihološko gledano, bi bil to moški, ženska? Moški, in nedvomno. Moški, Te bodo pa, rekel, sem mizogin in tako naprej, nedvomno moški. ja, s Ker tukaj povezavami gre- v gradbenem sektorju, ali kako? Mislim, Ja, lejte. koga naj poiščemo? Ja, ne vem, kdo bi bil to sposoben, kdo bo res takšna osebnost, ne, ki se ne da speljati, se pravi, čaru denarja. in Nek pa Stevanovič. Nek ljubljanski. Dvomim. Te ljudje, veste, ki bi lahko bili, ne, ki so zgrajene osebnosti, so se že zdavnaj umaknili. In niti nočejo se v to gnojnico spuščati. To je tragika, pravzaprav, da tisti ljudje, ki bi lahko takšna mesta zasedali in bi korektno tudi bili sposobni to voditi, ker kljub temu je treba operativo. To pa tudi Jankoviću lahko priznate, da je operativen, pa je, kakorkoli je v zadju marsikaj narobe in je povezano s tem, je pa sposoben speljati neke stvari. Mora biti človek ne samo, da je osebnost kot takšna, ampak tudi sposoben. Mora imeti te sposobnosti vodstvene, biti alfa samc narekovajo, da neke stvari, ki so, znam, da je usmerjen v pravo smer, ne? Da ni to v zadju manipulacij in procentov in kriminala in tako naprej, da je pošten človek, ki ima svojo integriteto, ki ne bo podlegel vsem tem skušnjavam, ki pač pridejo z denarjem. To pa zelo težko je. Zdaj imaš ljudi, ki bi lahko bili kot osebnosti, nimajo pa teh lastnosti, vodstvenih, v nekem smislu, da speljejo projekte, kako se spodobi. Temu mora reči, da je sposoben to peljati. Kakorkoli že imaš sentiment do njega ali da je ureden in tako naprej. Kot osebnost je pa drugo vprašanje. In Ljubljančani volijo pač, se pravim, po nekih drugih in tudi drugje, kaj pa Maribor, kaj pa samo. Tako da bo neko spremembo prišlo, veste, nimajo še te pravega kandidata. Ja, se to sprašujemo, kdo, kje je. Ki bi bil enako vreden, da bi se z njim zaenkrat. Je tako prepleteno to in tudi Ljubljančani so tako v levo nagnjeni in usmerjeni, da boš težko dobil kandidata, se temu nežmah se mi zgovoril enkrat. Kaj ćeš dobiti z leve strani kandidata, ki bo njemu nasprotoval, to je traparija. Z desne strani ga je treba dobiti, ki je kontra njemu, njegovim programu, ki ponuja alternativo. Lev, ki je edino izvoljiv v ljubljanskem okolju, ker je pač Ljubljana tako usmerjena, da se ne more proti Jankoviću boriti. Ali bi bil to lahko Golob? Robert Golob. Še to se manjka. To bi bilo pa veselje, če bi bilo. Bi bilo veselje. Ne, obohvar. Ta človek pa je, to so pa že druge stvari. Dobro, to pustiva za drugič. Zdaj za konec imamo samo 3 spominske zadeve, jubileje. V tem tednu smo se spomnili 31. maja 1988, to je še pred osamosvojitvijo, ko so pravzaprav aretirali na mikroadi Janeza Janšo, pa tudi še 3 druge, Janša, Borštner, Tasić, Zavrl so bili in to je sprožilo pač to afero JBTZ, Odbor za varstvo človekovih pravic, potem vse to vodilo tudi v osamosvojitev Slovenije. Hkrati smo se spomnili 26. maja 1942, ko so pa bolševistični teroristi, pripadniki varnostno-obveščevalne službe, konkretno Franz Stadler Pepe pa Mile Kratochvil, so pa ubili Ehrlicha kot teologa in politika, ki je tudi prvi že govoril o samostojni Sloveniji. To je bilo tule na tej ulici in seveda spomnili smo se tudi Macesnove Gorice, kjer so bili po vojni strani bolševikov, Titovih bolševikov in seveda tudi naših Kardelj in tako naprej, Kidrič, pobiti mnogi, več 10.000 Slovencev, pa tudi tujih kmetov, duhovnikov, pripadnikov vojaških formacij, ki so jih Britanci vrnili. To je zdaj en del tele naše žalostne zgodovine. Zdaj povejte nam o tem loku od leta 1942 in te teroristov varnostno-obveščevalne službe preko Macesnove Gorice in aretacije Janeza Janše in ostalih.
kje smo mi zdaj tu zgrešili praktično, da smo še vedno smo tukaj, tukaj, kjer smo. Ja, vsi vzvodi so v zadnje, kot govorimo o skriti državi. Mislite Kučana? Ja, tudi Kučan, pa še kaj drugega, se ni sam. Tukaj je kapital, denar, se to poznamo, te zgodbe. In nikoli nismo prekinili s to tradicijo, pravzaprav moči teh bolševikov, narekovajo. In tem, da naprimer se pred leti in pa tudi še zdaj poveličuje Kardelja, Kidriča, se klane pred njim in tako naprej. In to oblast naša. Se pravi, Fajonovo se spomnite in tako naprej. Ponosni nasledniki komunizma. To kaže neko globoko patologijo naše družbe. Jaz sem nekaj govoril o tem, da je pravzaprav vse ti poboji, vse to, kar se dogaja, Ehrlich, naprimer, da se potem tudi ta Franz Stadler, Pepe in pa teh so hoteli knjigo napisati o tem, če se prav spomnim. So dali intervjuje na radiju v 70-ih letih. In se hvalili s tem, to leta 70. Da ne bi šlo v pozabo to slučajno. In se hvalijo še takrat, ponosni na to, da so pobijali in morila. Takšne, mislim, teroristi. In to je to naročil seveda Kardela. In da se to klanjamo še vedno tem zločincem v nekem smislu, veste, so krvavi do vrh glave in še česa. V tem hudo patologijo celotne našega naroda. Jaz temu pravim duhovna rana. Ena huda duhovna rana in dokler te rane ne bomo zaceli, Slovenci dejansko smo ujeti v to patologijo preteklosti in tega zločina, ki se je zgodil. In ne more priti kar do sprave, veste, na takšen način, kot se je zgodil, narekovajo med Šuštarjem in Kučanom in tako naprej, ki je bilo, in Spomenko Hribar, ki je govorila o tem spravi in v zadju bilo pa vse kaj drugega. Kucijančič pa roke v žepu. Tako gre za spravo po njihovih merilih, ne sprave z ljudmi, se pravi za ne sam narodom, ampak posameznikom kot takšen, ki je bila krivica narejena, oziroma pobili, ki so jim najbližje in tako naprej. In so morali biti tiho in so še zdaj tiho, si ne upajo govoriti o strahovanju. Dokler tega ne bo res na tem duhovnem nivoju, veste, da se spravi mi ljudje kot ljudje in narod kot takšen, veste, da je v zadju manipulacija, ni možnost napredek Slovencev. Da gremo res to, kar vsi želimo. Da nek preporod, da se bo zgodil. Ta rana je tako huda, ta genocid narekovajo nad Slovencem in nešteto Slovencev, ki še vedno živi v tujini, zaradi tega, ki je bežalo in se je rešilo življenja, da ni možnosti, da napravimo še enkrat, da napravimo korak v pravo smer. Vse to, kar pravzaprav intimno želimo. Ne maščevanje, ne, ampak resnično očiščenje te rane, ki jo nosimo s sabo. In to je vse skupaj, veste, neka manifestacija in tako naprej, poveličevanje še vedno tega, ker dejansko iz tega izhajamo in s tem nikoli nismo prekinili. Vsem tem bolševizmom, če hočete, in tem naprej, vse vidite, kaj se dogaja. In vedno več je partizanov, se nekaj je partizanstvo bilo krasna zadeva v nekem smislu, ampak v drugi strani pa vsa ta revolucija, ki je naplavila vse to, kar je danes še vedno na oblasti. In tukaj je res škoda, da ni prišlo do ilustracije, katere so kljub vsemu, da jo vrečitno ni bilo možno speljati, v tem kontekstu so vse počisti, kot je pač to zdaj Golob, ženšisti ali ampak neka takšna, da te ljudje, ki so bili, ne bi smeli biti, toliko in toliko let bi morali biti umaknjeni za možnosti odločanja, da so bili v politiki in narodu, da bi se morali nekaj novega lahko sploh postavilo. Ja, ampak materialne koristi bi morali vzeti. Točno to, tukaj vse so pa v njihovih rokah in to že zdaj je. In kapital in denar in vse to, sporedna država, o kateri govorimo in tako naprej in to. Pa se tega je ogromno opisano. Bilo opisano in pa naš Slovencev se ne prime. Očitno. Čeprav, kot govorimo o teh pobojih in tako naprej, kad je Možina napisal to knjigo, Slovenski razkol in tako naprej, z dejstvi, ki je noben ne oporeka, ampak kot da ni tega. Ampak gledajte, doktor Perko, vi ste, vaš citat bom zdaj vzela iz te oddaje, to, kar je preteklost, to je usoda. Ja, to ne moreš spremeniti. Tako. Tega se ne da spremeniti. Kako zdaj naprej? Se treba zbotati. Se pravi, to kar vsi želimo, vsi, očitno ne. Del naroda, saj polovica in še več želi res to enkrat, ne da spraviš na stran, ampak da je to neko pomin nam, ker dejansko se danes kaže, da
Če bi prišlo res zopet do nekega zaostrovanja, bi se pobijalo tako, kot se je leta 45. In še naprej potem. Sem prepričan. Tako da tukaj smo, tam, kjer smo bili, pravzaprav nismo nič v tem kontekstu razrešili, te sprave narodne in neka normalnost, da bi vstopili. Kaj bi vi kot terapeut svetovali? Težko je govoriti na kolektivni ravni. Stvari se lahko spremenijo samo na individualni. Ne, pravi, tudi o krivdi, ko govorimo, veste, krivda ne more biti kolektivna. Krivda je individualna. Krivda, veste, ker smo človek, posameznik, nosi odgovornost za svoja dejanja. To nam govori vest, nam govori natančno, kaj je prav, kaj ni prav. Če jo sploh imamo, če ne utopi. In veste, natančno pove, kaj je prav, kaj ni prav. In to je samo individualno. Za vsa dejanja, ki jih mi napravimo, smo odgovorni. Ta odgovornost za svoje dejanja in ne prelagamo na druge. To zrel človek napravi. In vsa zasluga za dobre odločitve v življenju je samo moja. Ne more biti mojih staršev, moje mame, očeta, vzgojitelja in tako naprej. Seveda so pogoji, da sem jaz lahko do tega prišel tudi na tej strani. Ne moreš to izločiti. Ampak v končni fazi sem jaz tisti, ki vso odgovornost za svoje dejanja moram sprejeti. Vso odgovornost in je vsa zasluga, če se dobro odločam, moja. In vsa krivda, tudi moja, ko se odločam napačno. Oziroma slabo. In tukaj je vest tista, ki nam govori o tem. Ne samo moralni čut, vest je nekaj drugega še. Tukaj na tej individualni ravni bo treba nek tudi preobrat napraviti, in v tej kolektivnem iskanju od rešitve, glede na to, takšen stanju, kot smo, je težko. Kako pravzaprav vzdušje, pravzaprav ta narodno in zavest in poštenost, tisto, kar smo Slovenci sloveli, potem pravzaprav vzgajati narodu. Tukaj pa so seveda zgledi. Avtoritete. In avtoritete morajo biti osebe, ki so resnično vredni zaupanja, ki so pošteni, ki ne blefirajo, ki ne manipulirajo. In to je pa zdaj današnja pravzaprav vrednota postala, pravzaprav kako nekoga prenesti v krog, že enega čez vodo. To je vrednota postala, ker je katastrofa na narod. In tukaj izgubljamo kot mehen narod pravzaprav to svojo moč, to svojo življenjskost. In smo resnično usmerjeni v smrt, kot temu rečemo, nekrofilni, kot je Fromm že v tem govoru, in ne v življenje. Ker dejansko je to zlo, z veliko napisano, ki je pač se razširja ne samo nad Slovenijo, nad vsem zahodnim svetom. Tukaj je zdaj, res te reči, kje so zdaj, ni recepta, ampak na tem delati, in tukaj pa seveda pride šolstvo, pride pomembnost družine, pomembnost očeta, matere in tako naprej, da se to zopet vzgaja kot vrednoto, da tukaj ne pa da proba nekje od zuneja, da odgovornost država bo odgovarjala za to, ne pa individuum, starši, ki seveda otroci in ljudje se oblikujemo o pomembnih osebah in to so pa res naši starši. Kako zdaj, če so starši zmedeni, če so narcistični, če je družba narcistična, v kaj se bodo razvijali te mladi? Dobro. Ni optimalnih pogojev, to govorimo o tem. S tem bova midva postavila piko in se bova usmerila v prihodnji teden in Vlado, ki je tu in jutrišnji dan. Doktor Andrej Perko, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za povabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.